Bi rekla, da ko dobiš otroka, trpi zveza? Otrok je kar preizkušnja za zvezo. Tudi s vsemi prijateljicami, ko se pogovarjam pri vseh, je bilo enako. Ampak se pa da marsikaj narediti, da greš čez to obdobje. Tudi jaz Filipu rečem, on je rekel, da njegova prioriteta za naslednjo leto glavna sem jaz. Jaz sem rekel, ti si pa meni na 4. mesto. Žal, tako imam zdaj prioritete, ker mi tudi doma, naprimer se v biznisu skoraj nič ne pogovarja. Jaz sem se tako odločila. Mislim, da je to prišlo ven letos, a lani tudi so vsi ful delili, da so bile neke kazni. Lahko zdaj poveš, kaj točno je bilo to? Ful moraš paziti, kaj govoriš, pa kako poveš, zaradi, ker te hiter pol pride, kaj te lopne od zadja. In najtežje na svetu do zdaj je bilo to, da moraš ti odpustiti svojega prijatelja. Kako bi sama sebe opisala kot šefica? Kot šefico? In dansko, torej, kaj moraš narediti? Torej, vzameš kozarec? Naprimer, pri nas doma moj Filip ful ne mara zelenjave. In korenček je ena izmed redkih stvari, ki jih je, in jaz večinoma fermentiran korenček, ker je nekaj, da on tudi je. V bistvu rabiš en kozarec za vlaganje in potem narežeš korenček na male koške, ga daš fajn naložiš v kozarec, da je čist poln, preliješ z vodo, daš sol, približno mislim, da je 20 gramov soli na pol litra vode. To zapreš, da malo ne čist, ampak tako, da je malo zraka lahko prijezva, da pokročka ne zapreš čist do konca in potem dejansko pustiš to en teden in po enem tednu to predstaviš v hladilnik in lahko sproti jemlješ iz hladilnika, pa ješ to ful dolgo ostane potem v hladilniku. Tako, ful easy dansko sveni. In kaj misliš, da je tisti key med tem, da ko ti fermentiraš, ne zapreš iz tega pokrovčka do konca, da pride neke bakterije? Mislim, da pride malo kisika, da lahko fermentira. Kaj ne bi fermentirala, če bo čisto nepredušno zaprto. In si opazila, odkar si to začela zavestno delati, dobro, ste že kar dolgo s to kambučo, pa to, si opazila pri sebi dansko kakšne spremembe pri počutju ali pa si, ne vem, na krvnem testu ali pa kaj takega? Jaz to že toliko leta, veš, in tudi kefir pijem, ko je fermentiran, kambučo imamo, zdaj sem ta fermentirane zelenjave sem pred kratkim začela, ampak že prej sem imela ful enih drugih v prehrani nekih stvari, probiotike, naprimer, že veliko let jem, ko so del neke te probiotične sfere, bi temu rekla, tako da bi zdaj opazila, ko sem zelenjavo dala neke ful razlike, kaj že tako to drugih stvari. Ampak pazim pa, da skozi neke fermentirane stvari imaš v prehrani. Si bila vedno tako, da si bila tako, pazim na prehrano, pazim na to, da treniram, da tečem maratone, ali je bil kakšen breaking point, ko se je to začelo? Pa v bistvu so me že vzgajali tako zelo v športnem duhu, tako da jaz vem, da sem že zatem, ko sem bila mala, hodila na maratone, pa ful smo hodili v planine, atletiko sem trenirala, rokomet, vse športno mogoče sem trenirala, tako da je bil šport že skozi mano. In pol, ko sem v bistvu na faksu dobila možnost, da še preden sem dejansko končala faks, da postanem vodja športnega wellness centra v Velenju, je bila pa to tista pika na i, ko se mi zdi, da od takrat naprej pa to res moj vsak dan. Tako da, takrat se mi zdi bolj zljubila šport, pa našla ta fitness, pa takrat sem bolj sicer skupinske vade, pa sem bolj na fitness prešartala, kot neko sprostitev, nekaj takega, da se res boljš počutim. Vem, koliko je pomenilo, da ohranjam, ko se stara mišično maso, tudi za kasnejša leta, koliko je to pomembno. Tako da je cel komplet in jaz si ne predstavljam, da bi če en teden jaz moram iti na telovadbo, jaz se ful slabo počutim. Mislim, tisto, že ko sem en teden bolana, pa rečem, zdaj moram pauzo, moram se malo spočiti, pogrešam to. In jaz to rada delam, ni to se, da moram delati, ampak jaz to rada delam. In sem ful vesela in tudi hočem zdaj svojega sinčka v to, da bo vzljubil šport že od malega, ker sem videla, če to od malega vzljubiš, je to lažje ohranjati skozi življenje. Ful je težko, če nikoli nisi in potem se hočeš pri 30, 40 odločiti, zdaj pa bom, ful je težje to neko navado narediti, ko si starejši, ko si mlad in v tem odraščaš. To se definitivno strinjam in sej obe itak vemo, da tema mamice, porod, poporod so kompleksne teme, niso za enolične, itak vsak ima neke svoje, ampak tak en moj pogled iz vidika nekoga, ki je trener, mentor različno starim ljudem, mamicam, je to, da ti kot starš lahko svojemu otroku največ daš tem, da ti za sebe poskrbiš, ker če boš ti kot starš bo najverjetneje tudi otrok in če boš ti kot starš delal na tem, da ohranjaš dansko zdrav duh v zdravem telesu, mislim, da je manjša verjetnost, da bo pri otroku šlo kje narobe. Tako da, kako ti ohranjaš to linijo med
podjetnica, kar verjamem, da je ogrom del tvojega življenja, mama in pa pač zraven še Nastja. Nismo te sploh predstavili. Nastja. Aha, itak že snimamo, ne? Ja, Sem si prišla gor. Tvoja priimka imaš, ne? Nastja Kramer Pesek, ja, Pesek je od moža. Pesek je od Filipa. Ja, tako. Hvala, ker si prišla. Ja, hvala, te za povabilo. Z veseljem. Zdaj pa, torej, kako to ohranjaš? Torej, zraven pa še ti, ne? Skrbiš zase, za mentalno stanje, za telo. Ful je pomembno, da imaš v življenju prioritete. Ne? In jaz vem, da ko sem prednostno rodila, sem si te prioritete mogla malo spremeniti. Zdaj, ja, jaz sem postala mama, ko sem bila stara 34 let, da ne tako ful spet mlada. Tako da jaz sem si takrat nekako spremenila prioritete na način, ker sem vedela, da če bom imela otroka, hočem, da on moja prva prioriteta. Vsaj prvih par let, dokler pač ne postane samostojen. In moja prva prioriteta je pač Mateo. Potem sem si mogla pa neke stvari pač prilagoditi. Jaz vem, da na drugem mestu sem jaz, pol je Malinca, pol je mož, on ima sicer malo drugačne, ampak moraš si postaviti neke prioritete in temu slediti, ker vedno, ko se moraš odločiti, kam boš pač dal svoj čas, kako si ga boš organiziral, moraš vedeti, kaj je na prvem mestu, kaj boš vedno prvo zbral. In tako se malo balansiraš, ampak ful je fajn, da to veš. In jaz sem takrat, ko sem postala mama, si dala otroka na prvo mesto in tudi zdaj imam, ne vem, jaz delam 8 ur na dan, redko kdaj več. Pa če delam od 7 do 3, to je moj delovnik in potem grem na telovadbo in potem grem po Mateja v vrtec ob 4 in potem sem z njim popoldne, ali gremo kam na izlete, ali smo skupaj, včasih sem jaz sama z njim, včasih je Filip sam z njim. V glavnem popoldne je vedno pač namenjeno otroku, pa kuhanju, pa skupnim nekim obveznostim oziroma igranju. In pač to je to. In zvečer tudi vedno pazim, da grem spat, da imam dovolj spanca, ker se mi zdi, da to je ful pomembno, če hočem naslednji dan pač onih 8 ur optimalno oddelati in imeti še energijo, ker pač ko imaš otroka, in tako, ne vem, podjetništvo ti vzame kar veliko energijo. Vsaj dajmo še kup enih izzivov in odločitev sprejeti. Vse imamo ekipo pač z 12 ljudi in to zahteva od tebe kar dobro fizično in psihično pripravljeno, zato dobro skenlaš in če hočeš imeti še potem energijo za otroka in vzgojo in kuhanje in vse, pač je pomembno, dobro spiš. Pomembno, da si dobri fizični kondiciji, zato jaz, tako sem rekla, šport je pri meni eden izmed glavnih sprostitvenih tehnik, da se pač res sprostim, da po službi me najbolj šit na delavbo zaradi tega, ker pač odmislim takrat, malo pozabim na tiste službene izzive in lahko lažje preklopim na to, da sem popoldne z Matem, da ne nosim službe potem domov. Tako da pač tukaj je res pač stvar organizacije in prioritet, ampak jaz mislim, da se vse da. Jaz tudi marsikdaj rečem, da tih par let bo prioriteta Mateo, to je, ne vem, 5-8 let, kaj jaz vem, nisem kako dolgo pomerabil, ne vem. Pa bom jaz imela še 30 let, da lahko delam na karieri, na stvareh, ki jih rada počnem. Ampak ful je fajn, da pač v tem obdobju v življenju, ko pač imaš otroka in hočeš narediti seveda vse najbolj za njega, ga dobro vzgojiti, da si te prioritete zamenjaš in da kaš ta otroka na prvo mesto. In jaz vem, da tudi, če bom zdaj Malinca zaradi tega, ker jaz ne delam 10 ur na dan ali pa 12, ker delam 8, zaradi tega, ne vem, dolgoročno mičken počasne rasla, kakor bi si pa mogoče nekdo želel ali pa kakorkoli, ne bo s tem nič narobe. Saj pač, kakorkoli gledaš, življenje ni sam biznis in moraš najti tudi neko ločnico, koliko časa temu posveti in koliko ti je to pomembno in koliko ti je to prioriteta. Razumem pa, da nekateri ljudje pa imajo in pa biznis pač prva prioriteta in bodo drugače razporejali čas. Ampak, vse tako si rekla, pač če moraš usklajevati toliko enih različnih stvari, je pa pomembno, da si pač postaviš nekaj okvirjeno. Pa tudi se mi zdi, da to še pomeni, ko postaneš mamica, da znaš nekatere stvari dati stran, da tisto, kar ti res ni pomembno, daš stran, ne vem, jaz vem, da neka gospodinjska pravila ali pa kakšne take stvari, ko pač veliko stvari sem outsourcala, oziroma našla nekoga, ki mi pri tem pomaga, da se rabim jaz s tem ukvarjati. In to mi je prihrani ful nekih ur na teden, ful sem se organizirala tudi glede hrane, da ful pripravljam naprej, da več naenkrat skuham. Tako, pač treba se organizirati in nekaj stvari dati stran, outsourcati, pač jaz se ne bom ukvarjala s tem, da bom šla avto na servis plat, pa bom gume menjala, pa ne bom se ukvarjala s tem, da bo doma pač počiščeno, ampak si najdem pri teh stvarih pomoč, ker vsega pač ne moreš, ker pol izgoriš, oziroma pač ne gre, ali pa ne spiš, kar pa spet ni okej, ker pa si pač veš. Ja, všeč mi je, da si rekla, da si pač dala dejansko Mateo ta sinčka na prvo mesto. Koliko je zdaj star? 2? 3? 3 je bil glih, ja. Okay. Ja, nice. Ja. Ne vem, se mi zdi, tako včeraj si dala gor polza si noseča in danes je že star 3 leta. Tako, ne vem, meni se zdi, da ful hitro menjeva. Ker,
ti si, po mojem mnenju, tega si lahko zbereš, ali boš prva 4 leta ali 5 se res posvetil otroku, ali boš pol te svoje napake popravljal še 30 let, ko bo pač otrok imel mommy issues, daddy issues, težave z toksično navezanostjo, z abandonment, attachment style. Toliko enih problemov, ki se mi zdi, da jih lahko kot starš rešiš, pa sploh ne rabiš pretirano razmišljati, pa ne rabiš biti pretirano vrhunski starš, ne? Ker verjetno se kot starš konstantno počutiš, kot da nekaj ni ok, kot da bi lahko bilo nekaj boljše. Ne? Kako se ti delaš s tem? Torej, lahko tudi malo opišeš, kak je bilo, ko si postala noseča? Je bilo planirano? Ja, mogoče bi tukaj na začetku sam povedala to, da pač jaz, ko sem se pripravljala na starševstvo, pa tudi Filip je veliko svojih prijateljev vprašal, da mu da en nasvet, kaj bi oni priporočali glede tega, da bo postal oče, kaj je najbolj pomembno. Pa tudi jaz sem veliko na to temo prebrala, poslušala in velikokrat je bilo, da marsikdo je rekel, da je naredil pač napako, da je premalo časa posvetil otroku in bil z otrokom v tistih pač ključnih prvih 5 letih. Zaradi tega, ker se mi zdi, da v življenju tak, pač prvo odrasteš, ko enkrat odrasteš, imaš pa to neko med 10-letno obdobje, ko se vse zgodi, ko moraš kariero graditi, ko imaš otroka, ko imaš stanovanjski problem rešuješ in je pač tu imaš stvari naenkrat. In tukaj je pač pomembno, da pol daš neke prioritete in gledam tudi, da je veliko ljudi reklo, da so naredili to napako, sem rekel, ok, iz tega pač nočem narediti in zaradi tega sem pol stvari na tak način organizirala. Da mi še enkrat pove vprašanje, kaj si mi vprašala. Ja, torej bom ga malo bolj podrobno povedala, ne vem, če sem točno bila jasna. Torej, predtem je bilo, tako si rekla, kariera, malinca in potem, ok, da sem noseča, je bil ta strah, kaj se bo zgodilo s firmo, bo to vse fajn sfuralo. Torej, če prav razumem, ti pa Mateja, Andreja sta obe dve lastnici, solastnici. Ok, bi rekla, da ti je zato verjetno malo tudi lažje, ker je vse nekdo zraven. Absolutno, meni je ful fajn, da smo se pač dve lotili tega. Andreja je moja najboljša prijateljica, zdaj imamo skupaj že skoraj 12 let malinco. In ona je imela že pred 2 otroka, tako da smo že šle skozi to obdobje, da ene ni. In tudi firma, ko sem šla v porodniško, že sem toliko bila postavljena in tako ekipo smo imeli za sabo, da jaz nisem imela velikega straha, da bo to velik problem. No. Tudi naprej smo se zelo dobro organizirale. Jaz sem tudi, nisem, da sem bila na porodniški pač 100%, sem vseeno pač, ne vem, naredila 60 ur na mesec, ampak sem v tistem času, ko je Mateja spala, ga je imel Filip, imela sem eno super varuško, ko ga je prišla za 2-3 urce 2-krat na teden počuvati, tudi da sem lahko tiste nujne stvari naredila, pa tudi meni je bilo fajn, da sem imela neki, da ni bil sam, otrok 24/7, kar rabiš, ima tistega odsklopa, pa tudi itak sem pogrešala malinco, ne bi mogla biti 1 leto pač čist brez. Tako da mi smo se tako organizirali, ker Andreja bila pa 1 leto pred mano v porodniški, pa ko ona prišla, sem pa jaz tako šla, tako da smo se glih menjale in smo se neko vredno sistem vzpostavili glede tega, da je malinca lahko laufala. Ni bilo odločili smo se sicer takrat, da pač ni plan, da rastemo, ampak samo da združujemo stanje kakršno je, dokler pač mi da obe ne prideva nazaj in potem spet gremo malo dalje. Tako da ni me bilo strah v bistvu imeti otroka, zaradi tega, ker sem se dobro pripravljala na to. Tudi moje vse prijateljice so že bile mamice, jaz sem bila na zadnji, tako da sem imela ful enih informacij in izkušenj vsega, tako da nekako meni ni bilo strah. Je pa res, da pač se na to ne moreš na tak način pripraviti, ker res ne veš, kakšna sprememba je to, ko ta otrok pride. Ker se moraš dejansko imaš nekoga, ko je 24/7 odvisen od tebe. Zdaj tisto prvo leto, ker si skozi njim, pa ko ne zna govoriti, pa ne zna povedati, je pač to res ena taka velika odgovornost, ki si je pač ne moreš predstavljati, dokler nisi pač tam. In ko si enkrat tam, se moraš pa seveda s tem soočiti in navaditi na to. Ful je tukaj pomembno, da imaš partnerja, ki se dobro razume, da gre pač v to res all in, pa z nekimi istimi razmišljanji, zaradi tega, ker če zveza prej ni ok, preden pač dobiš otroka, se mi zdi polje sam, pač gre vse skupino vzdol. Res se mi zdi pomembno, da pač partnerski odnos probaš čim bolj poštimati, pa se stvari zmeniti, pa postaviti neke dobre osnove, preden pač otrok pride na svet. Pol je težko, ker je reševatno. Kako dolgo ste videli z Filipom že skupaj? Zdaj smo 6 let. 6 let, ja. In
kaj bi rekla, da je bilo tisto, torej 6 let, torej sem se spoznala, ko si bila ti stara 30. Ja, Okay. ja. In glede na to, da danes je že tako ena moja kolegica je stara 22 in že malo paničari, pa še nimam fanta, pa kaj če bom, ne vem, pri 30 samska. Kak je bilo tebi? Si imela predtem kakega resnega fanta, ko si že mislila, pač to je for life? Ali je bil Filip tisti prvi, ko si vedela? Ne, imela sem že prej 3 zveze po 4 leta, da sem na 4 leta zmenjala. Si imela kar dolge zveze, to je kar, ne? Ja, tako da, ja, ne, predtem sem pač Filipa spoznala, sem bila že z bivšim fantom tudi zaročena, imela smo že datum v roke in lokacijo, tako da, ja, no, ampak ko sem šla na razen z bivšim fantom, sem tudi Filipa pol leta spoznala. Moram pa reči, v tistem pol leta sem tudi 30 praznovala in je bil takrat, da se spomnim, ko sem 30 praznovala, bil tisti feeling, fakt, zdaj sem stara 30, zdaj moram najti enega tak za res in pol še tak par let moraš biti z njem, da pa imaš otroka in potem ti začne tisto, a bo šlo to vse skupaj skosa, ne? Imaš malo tistek, sem imela malo, ampak ni bilo tako hudo, ker sem pa kar hiter Filipa, hvala Bogu, spoznala, ampak ja, so pa bili tisti par mesecev, vmes je pa bilo tako malo, niti kul, veš. In v mestnem času sem šla tudi, ko sem bila z bivšim, smo skupaj živela, smo si pri njemu naredila in potem sem šla nazaj domov in potem sem po 30 bila doma, sem bila samo 1-2 meseca, ampak to, da sem se pač nazaj nekaj našla, ampak ja, bilo kar pestro obdobje, moram reči. In glede na to, da si imela 3 zveze po 4 leta, če zdaj pomisliš, kaj se lahko v 4 letih zgodi, da ne vem, si zdaj ti v 4 letih bila noseča, rodila, malinča Poročila, hišo, zgradila vse. No, dejansko vse, ne? Kaj bi rekla, da je bilo tisto, ko si pri Filipu videla, to je to, ko pri ostalih 3 nisi videla? V bistvu je prvi Filip videl, ker jaz sem njega enega povabila na sestanek, smo se tako spoznali, da sem ga povabila na sestanek za neko sodelovanje, jaz sem poslušala njegove neke podcaste in pa sem rekla, ok, tukaj bi lahko močkaj sodelovala. Sem ga povabila na sestanek in ta sestanek se je potem razvil v zmenek, ki je trajal 3 ure ali 4 ure in po tem sestanku je meni Filip napisal sporočilo, mislim, povabilo na zmenek in on se je odločil, da je pač to in on je po prvem delu vedel, da je to, ne. Jaz nisem vedela, da je to na začetku, ne. Je bilo prehiter za mene, ampak pri Filipu mi je ful všeč, ker v bivših zvezah se nisem toliko pogovarjala. Filip pa res tak, da mora vse probleme res rešiti. Pač pomembno me je, da se res dobro razumema, da vema, kak ima kere cilje, kak ima kere prioritete. On je zelo organiziran in ful se mu ni problem v čemrkoli pogovarjati. Jaz mislim, da jaz prej nisem bila iz prejšnjih zvez toliko navajena, da bi se fantje toliko pogovarjali in pa, kada rešuje sproti neke probleme, izzive, se začne to nabirati, ne. In pa enkrat pač poči. Pri njemu je pa tako, da do tega v bistvu nikoli ni prišlo, zato ker smo vedno vse stvari rešimo pač nekako sproti. Da je to ena pač razlika. Druga razlika je ta, da pač jaz sem z bivšimi fanti vedno šla v nek biznis. In nikoli se ni dobro končalo. S Filipom pa, ko smo bila že na prvem zmenku, sem mu rekla, lej, pač karkoli, sam ne mi pusti, da te kadarkoli prepričam, da bi karkoli skupaj delala. Ker imam ful slabe izkušnje, pač jaz bom ti zihar hotela prepričati, ko vem, da te bom, sam ti moraš reči takrat ne. Rekel, ok, pač on, ko še se zmeniš, on se tega drži, da tudi, ko sem hotela vmes kaj prepričati, je vedno rekel ne, tako da nismo nikoli nič kaj tako zares poslovno sodelovala. Ful je bilo fajn, ker jaz sem na začetku povedala, jaz sem toliko stara, jaz hočem imeti v roku 3 let otroke. Pač res smo se na začetku vse te stvari pomembne pogovorila, zaradi tega, ker sem rekla, če bom z nekom začela zdaj, res mora vedeti, kakšne so moje stvari, kakšni so moji načrti za prihodnost, ker če bi on meni rekel, jaz 10 let nočem imeti otrok brez veze, pač kaj naj pol, ne. Tako da te stvari smo si na začetku razjasnila in kljub temu, da imamo drugačne poslovne cilje, da smo karakterno ful različne osebe, zaradi tega, ker se pogovarjamo, ker se skušamo razumeti in spoštovati cilje en drugega, dobro klapamo. In tudi Filip je tak, da se res ful trudi za zvezo. On vedno organizira zmenke, on mi pušča neke listke. V glavnem ful je tak, se pogovarja, naredi neke plane, ker sem bolj pač skrbim bolj za, da gremo v shopping, da je hrana, da skuham. Tako, vsak ima neke tiste svoje stvari in ja, na tak način pol stvari dobre klapajo, ja. In torej, on ni v Malinci, ni zdaj v biznisu v Malinci. Ne, on je imel prej, mislim, še ima solastniško marketinško agencijo, ki je sicer za Malinco delala Google oglase, ampak zdaj ne več, to je bilo vmesno, ampak tudi nikoli nismo midva sodelovala. Torej, en iz naše ekipe sodeloval z nekom iz njegove ekipe, da se nismo midva rabila pač
v biznisu noč pogovarjati oziroma sodelovati. Ker mi tudi doma, naprimer, se v biznisu skoraj nič ne pogovarja. Mi smo se tako odločila, zaradi tega, ker itak ima vsak ful preveč stvari in če bi zdaj še en drugega obremenjevala z nekimi izzivi, se tu pa tam ja, pa ko gremo res, ko se vzamemo čas, pa ima kak vikend fraj, se pogovarjamo, ampak na to na dnevni ravni to pa ne, ne. Teda, ker ločimo malo te stvari, da pol ta čas popolnoma malo drugače preživimo. Kaj sem hodila povedati, zdaj pa ne vem. Kaj sem jaz sploh vprašala? Če sodeluje kaj v Malincu. Ja, tako da zdaj poslovno praktično nič več ne sodelujem. Oni tako še čisto neke druge vode, ko sploh nima zdaj veze, da bi lahko na kakršenkoli način pomagal. Tako da, ja, ne, zdaj pa čisto nič več ne sodelujemo. Res je omenila, da si z vsemi svojimi bivšimi fanti šla dejansko v neko poslovno sodelovanje. Ne? Zakaj se ti recimo to takrat ni zdelo ok? Kaj je bil ponavadi razlog, da potem ste šli ločene poti? Se verjamem, da so tri čisto različne osebe, ampak si videla nek vzorec. Zaradi tega, ker jaz nisem mogla postaviti te meje, da se ne bi doma pogovarjal o biznisu. In pol je bil biznis 24/7. In to meni ni bilo ok, no. A veš, tudi partnerji so taki, da so se o tem radi pogovarjali, oziroma pač nekako ful je bilo težko neko ločnico postaviti med osebnim pa poslovnim življenjem in vedno bila ta isti problem na koncu se pokazal, ne. In po se naprimer ne skregaš ali pa imaš kakšne nesporazume zaradi biznisa, ko sploh nima nobene veze z osebnim življenjem in po si tako osebno tudi, a veš, ni to, a ne. Tako da jaz sem rekla, ne, to ne gre skupaj. Nisva sploh še se dotaknili dansko Malince. Torej, Malinca je tvoja oziroma vajna firma. Kako si jo začela? Sem postalkala, sem točno postalkala, jaz sem zasledila 2015 na tvojem Instagramu Malinco. Pa 13. Takrat sem sledila na Instagramu prvi post. To pa je Instagrama, še takrat sploh ne vem, glih takrat sem mislim, da enkrat začel ustanavljati, ker tudi ta Instagram profil je bil prej moj osebni profil in nismo delali Malincinga noga, ampak smo kar mojega osebnega začeli uporabljati za v bistvu komunikacijo pač Malince, no. Tako da 2013 smo mi dve začele z Malinco, bilo je pa čisto, ker sem predelala, tako sem že prerekla v športnem centru. Potem sem tam končala, potem sem šla, sem si odprla SP, pa sem malo delala marketing za druge, ampak jaz sem imela neko željo, da bi imela nekaj, kjer bi lahko delala kar hočem, pa kadar hočem, predvsem to, a ne. In iz tega je nekako nastala Malinca, nič ni bila revolucionarna ideja, pa karkoli takega, ampak sem samo združila stvari, ki sem rada počela, torej šport, gibanje za način življenja, kuhanje, z Andrejo smo že prej naredili eno kuharsko knjigico, ko mi smo bili skupaj na izmenjavi na Portugalskem pol leta in smo tam eno knjižico kuharsko napisali. Tako da v bistvu sem sam združila stvari, ki sem rada počela, marketing mi bil ful blizu, predvsem ta spletni marketing in nastala v bistvu spletna trgovina z zdravo prehrano in zdravimi recepti. In pol to je bilo čisto popoldanski hobi, to ni bil core business na začetku, ampak se je začelo stvari ful hitro odvijati. In potem smo dejansko po pol leta šli res obe all in samo v Malinco in začeli pol nekako razvijati strategijo in razmišljati o res nekem biznisu, ker na začetku bilo pa tako, prodali smo izdelke drugih blagovnih znamk, potem smo pa s časom začeli svoje lastne izdelke razvijati, graditi zgodbo, se širiti pač na druge trge, tako. Ampak moram reči, da mi je ful všeč, da smo to začeli skupaj z Andrejo, da smo dve, zaradi tega, ker je ful lažje, ko imaš nekaj izzive ali pa skrbi, da jih lahko deliš z nekomu, hkrati pa, ko se nekaj fajnega zgodi, ko kaj proslavljaš, je ful fajn, da imaš nekoga, s komer to proslavljaš. In tukaj bi rada sam poudarila, da ko marsikdo mi reče, to je pa ful dobro, da, mislim, ful pogumno, da si šla z prijateljico v biznisa, ne? Ker veliko se te zgodbe končajo bolj tako, ne? Ampak jaz moram reči, da pri nama se ful dobro obneslo to, da smo si res ločili vse stvari. Mi imamo ločeno, torej jaz skrbim za marketing, prodajo, ona pa skrbi za finance, logistiko, razvoj izdelkov, pač vse ostale stvari, ki niso tako videne na zunaj. Jaz rečem, da je punca iz odzadja. In mi da smo si te stvari ločile in mi da smo imeli odločitve vsaka na svoji pač strani, vse se posvetujemo, to za kakve pomeni odločitve, ampak vsaka sprejema stvari in se izobražuje na svojem področju. In iz tega vidika se pol nekako nismo mogli toliko nekaj skregati, zaradi tega, ker imamo to ločena dela in tudi ima vsaka svojo ekipo, a ne, pač, ki imamo ekipo razdeljeno dva dela, eno vodim jaz, eno pa Andreja, a ne. Tako, mi smo se tudi točno dogovorili glede financ,
torej imamo pač, koliko bo kera zaslužila, kako se bo delil dobiček. V glavnem, finance imamo jasno določene, hkrati imamo tudi določene ure, delovni čas in tako. Pač, moraš si res stvari postaviti, da ne pride do tega, koliko bo kjer zaslužil, koliko bo kjer delal, kjer odločitev bo kjer sprejemal, tako. Pač, ampak, ko imaš vse to postavljeno in če si to, da se znaš o teh stvarih zmeniti pa pogovoriti, pa res nimaš razloga. Pač, mislim, imaš ful manj možnosti, da bi se dejansko skregal. No. In kako ste se recimo vidi spoznali? Ker to je potem, ja, tako si rekla, večina zgodb se res tako konča, ne, redko da slišiš, da je nekdo šel. Pa potem res do konca, ker ko pride vmes denar, je kar hitro, ne, in ja, lahko najprej na to odgovoriš. Kje smo se spoznali? Na faksu, mi da smo se spoznali na Ekonomski fakulteti v Mariboru. Čisto slučajno prek ene kolegice skupne in pač, ko smo se enkrat spoznali, da smo takrat neločljive. To je bila tista prijateljska ljubezen na prvi pogled. In tudi pol smo dejansko obe študirale ekonomijo, obe smo šle smer računovodstvo, obe smo se vzporedno upisali še na faks prava, skupaj smo šle potem na izmenjavo v Porto za pol leta, v glavnem ful smo združevali stvari, niste stvari delale, potem smo sicer vmes 2 leti, ko se šla jaz delati v wellness, pa to je še bila Andreja na faksu. Sem malo prej pač zaključila, oziroma nisem zaključila po nekih terih stvari, ampak ja, potem se pa najna pot na tak način spet združila in takrat naprej smo pa itak pol vsak dan skupaj. No. Tudi potem, ne samo, da smo v službi skupaj, mi da gremo potem tudi čez družinska potovanja skupaj, vsako leto za 14 dni, tako da imamo ful fajn, ko imamo zdaj isto stare otroke, isto leto smo rodila, obe 21, tako da zdaj so še otroci lahko v konektorju, tako da ful fajno. Torej še vedno združujete to neko prijateljstvo, ja, plus biznis. Ja. Torej, imaš kak negativen spomin na splošno biznis, prijateljstvo? Verjamem, da ona ni bila edina prijateljica, katera je bila v tem biznisu, je bil še kdo drug, ko si mogoče mu zaupala, pa mu ne bi smela? Mislim, glede, ko smo začele podjetniško pot, smo si na tablo napisali eno pravilo. In to pravilo je bilo: ne zaposluj prijateljev in sodelavcev. In danes smo v podjetju moja sestra, moj bratranc, v glavnem ful enih prijateljev, zelo smo tako družinsko, prijateljsko povezani. Jaz moram reči, da včasih je to lahko zelo dobro, zelo fajn. So pa tudi situacije, ko pač ni okej. V smislu, da pač prije en prijatelj, pa sem imela 2-3 take izkušnje, da je prišel prijateljica ali kak sorodnik k nam in se pač ni dobro išlo. V smislu pač, da nismo bili kompatibilni, da ni šlo skupaj in najtežje na svetu do zdaj je bilo to, da moraš ti odpustiti svojega prijatelja. Ampak pač, če hočeš vedno pa ne smeš biznis spet mešati toliko s prijateljstvom in moraš vedeti, ko treba pač narediti neko spremembo, ko vidiš, da neko ne gre skupaj, je pač to treba narediti. In imeti toliko močen karakter, da pač to vse narediš, ne pa da v mislih veš, da bi mogel, pa ne. In to so bili eni težji trenutkov. Zato se mi zdi včasih zdaj mogoče celo boljš zaposliti nekoga čisto zunanjega, ko pa nekega prijatelja, sorodnika, zaradi tega, ko so lahko pol. Tudi ko končaš to pot, naprimer skupno, se velikokrat ni čist isto, ker je bilo prej, to prijateljstvo ali pa, a veš, vedno je neki vmes, pač tiste neki, vse se da, ampak ja, iz tega vidika jaz odsvetujem načeloma, če res veš, da si toliko močen, da lahko te stvari dobro spiješ, pa si toliko razumeš, pa da res misliš, da ta oseba res prava, ajde, ampak jaz bi se raje temu izogibala, no, zaradi tega, ko pa lahko hitro prije do nekih, ja. Se pa vidiš v nekem družinskem kosilu in je tak, veš, nas je odpustila, je tak ogromno nekih. Glavnem, kak potem razporediš tu čas za svojo družino? Si omenila, da si kot mala dosti športala, da si dosti z očetom športala, glede na to, da je zdaj ogromno stvari, se ti zdi, da imaš res dober time management tudi glede drugih stvari, torej prijateljev, družine? Ja, imam, ampak se mi zdi, da sam zaradi tega, ker sem glede tega res dobro organizirana. Pač jaz imam enih 6 prijateljic in jaz imam pač datume napisane, kdaj sem se skrila zadnje dobla. Zato, ker vem, da če pač stvari gredo to hitro mimo, čas gre to hitro mimo, da pač moraš biti organiziran. Vse včasih zaradi tega zgubiš ful spontanosti, ampak jaz vem, da če mi da s Filipom ne bi imela organizirano dva zmenka na mesec, pač imamo fiksno in da se res to pač zmenimo, kdo bo organiziral, večino sicer on to organizira, ampak pač
Mama določeno. Zato je, ker vedno drugače ne bi šla, zato ker vedno je pač nekaj druga potem. In jaz sem in pri prijateljih, in pri zvezi, in pri Mateju, pač zelo in pri hrani, in pri športu, in v Malinci ful organizirana. Pač stvari imam, imamo tudi s Filipom enkrat na teden tedenski sestanek, pogledava, uskladiva urnik en z drugim, pogledava kama kjer in vidimo, če raba slučajno kdaj varstvo, naprimer, da se to zrihtava, ampak na tak način pol vse stvari nekako pač gre. Organizacija časa pač mora biti, če imaš veliko stvari v življenju. Vse prej nisem rabila, preden pač nisem imela otroka, pač ni bilo treba se tako organizirati. Sam zdaj pa, ja, zdaj pa je treba, no. Tako da, ja. Ampak da se, tako sem nekaj prej, prioritete moraš imeti postavljene, pa pol se pač organizirati. Je pa res, da imajo to kak karakter si, ker znam tiste ljudje, ko so zelo neorganizirani, ampak zelo spontani in je pač to creative mass. Ja, pač ne bo šlo skozi. Medtem, ko pač jaz sem tek nekaj srednjega, neko mes, Filip je zelo organiziran, tako da on ima res vse, jaz pa tudi imam ful veliko stvari in točno vem, pač, ok, zdaj se s to kolegico nisem pol leta dobila, ful bi bilo fajn, da pokličem, da se spet kaj vidimo, da pač prijateljstvo ne zamre, ne? Tako da na tak način pol, ja, ohranjamo vse stvari nekako v balansu. Je pa pomembno tudi, da imaš na drugi strani verjetno osebo, prijateljco, ki to razume. Ja. Ki ni za njene strani nekih zamer ali pa ne vem, ti napiše sporočilo, pa ti slučajno ne uspeš odgovoriti, je to tak, ne pomeni, da je jezna na mene, ampak sam pomeni, da ima nekaj, bom pač sam še enkrat napisala. Glede na to, da je Malinca kar, bom rekla, v vzponu že kar par let, si imela kdaj kakšne ljudi, ki so se hoteli obesiti na tebe zgolj za to, torej zaradi tvoje uspešnosti, pa si videla, da ni tisto pure zaradi tebe? Niti ne, zaradi tega, ker jaz sem ta krog prijateljc, ko jih imam že so vse odprej, že pred Malinco. Jaz v tem času, odkar imam Malinco, dejansko nisem, neka poznanstva, pa neke kolege, ampak to je tako, se poznaš, ne pa to, da bi se z njimi zdaj dobival, a ne, toliko pogosto. Tako da dejansko nisem nikogar nekot spustila toliko blizu, da bi lahko pač to izkoristila. Časov, mislim, ne, imam tiste odprej in tiste vzdržujem in tako, da nikoli nisem imela občutka, ja, se vidiš kot eni, mogoče malo preveč težijo, pa malo preveč pišejo, pa nima neke meje, ampak pač, ja, lej, ignoriraš. Ja, vedno se mi zdi, da so, ja, tako si pač rekla, ne, moraš potem tudi postaviti neko mejo in bi rekla, da imaš, si omenila, da nimaš daj nobenih novih prijateljev, pa je Malinca za že kar dolgo, ne, torej za že kar enih 10 let nisi torej dobila nobenega bližnjega, se ti zdi, da si se tudi tu malo zaprla, da ne zaupaš tako hitro zaradi te torej plati biznisa, kot se recimo prej, ne? Jaz mislim, da je najbolj pač problem čas. Zaradi tega, ker enostavno nimam časa, niti na moji prioritetni lestvici neko visoko, da bi se s tem ukvarjala. Jaz mislim, da je bolj to, da sem se zaprla, to sploh ne, tudi ne vem, ne vem, moja ekipa, ko je v Malinci, večina se zelo dobro razumemo z njimi. Tudi z marsikom se tako družimo v zasebnem življenju. Tako da ta ekipa, ki sem si jo zgradila, so večinoma tudi neki prijatelji, ampak ja, za druge pa enostavno pač ni časa. Jaz mislim, da čas je bolj problem, tukaj pa prioritete. Ja. Ne, to si res, mislim, svaka čas za vse, kar ste ustvarili v Malinci, se mi zdi, da redko je, da dansko nastane v Sloveniji lahko tako uspešno podjetje, zdaj ste se tudi širili zdaj, ker nekaj časa nazaj, na katere države ste za razširjenje? Ja, v bistvu smo že zelo hitro po štartu prevedli stran v hrvaščino, ampak pol nismo se aktivno lotili kar nekaj časa, ampak zdaj že imamo, zdaj že 4-5 let hrvaško zelo dobro delamo, tudi ful lepo raste, še bolj kot Slovenija. Drugače pa tudi tipamo malo pač tuje trge, ampak tu smo imeli nekaj neuspešnih kampanj, Avstrija, Nemčija, Italija. Teda zdaj smo se pa malo iz teh fokusirali, sicer prodajamo te države, ampak se ničkaj ne ukvarjamo z njimi, teda nekaj minimalnega je. Zdaj smo se pa letos odločili, da naredimo testne kampanje za vzhodne države, tako da zdaj januarja glih lansiramo Romunija, Češka, Slovaška, Bolgarija, Madžarska. Pa bomo tukaj probali. Delali smo raziskavo trga, veliko sem se pogovarjala z drugimi spletnimi trgovci in vsi predlagajo te države kot zelo smiselne in zelo odprte za izdelke, ki jih pač mi ponujamo. Tako da bomo to zdaj še probali. Ampak vse naša prioriteta ostaja Slovenija pa Hrvaška. To pa zaradi tega, ker pač mi z Andrejo sva se 3-4 leta nazaj mogli odločiti, kako podjetje hočemo imeti. Ker pri podjetju tak, lahko imaš ti, si SP, pa imaš mogoče enega, ko ti pomaga,
pa je tvoj cilj, da pač ostaneš SP, da hočeš zaslužiti in to je to. Potem je druga opcija, da imaš neko srednje podjetje, ne vem, 10 do 20 zaposlenih, hočeš, da imaš ekipo, s katero se dobro razumeš, ki dobro dela, ki podjetje skozi po malem raste, da se skozi nekaj dogaja, da ne zamre, da firma ni odvisna od tebe, da lahko ti greš za 14 dni na dopust, pa se ne biš ukvarjati z tem. Tako je to neka srednja varianta, imaš pa variante, ko hočeš iti all in. Torej, hočeš imeti ful veliko podjetje, veliko raste, v tem primeru pa tudi pridejo polopoštev investitorji, tako greš. Ne? In mi smo se skozi kolebali med 2 pa 3, in mi smo že imeli nekaj tudi pogovarjali z investitorji, pa skozi smo pač sem pa tja skakali in potem smo se enkrat odločili, hočemo imeti to, hočemo imeti neko srednje podjetje, da ni preveč zaposlenih, da nimamo preveč skrbi, ker več kot je zaposlenih, več je skrbi, več je dela, več je stresa, torej neko srednje podjetje, da skozi konstantno po malem raste, da nimamo nekih velikih kreditov, da nimamo investitorjev, da smo pa same svoje šefice, da lahko gremo za 14 dni na dopust, pa rabimo odpreti računalnika 14 dni, to je najn cilj. V tem trenutku. Se lahko se bo čez 10 let spremenilo, ampak ja, zdaj za naslednjih par let je to cilj. Ko moj Filip ima pa cilj to, on pa gre zdaj pač all in, hoče iti bik. Tukaj moraš vedeti, kam hočeš iti, in ko smo se pač mi odločili, da hočemo iti v to smer, so se nekako stvari pač poklopile in smo začeli delati v to smer. In mi smo rekli, če hočemo mi sam tukaj biti, mi ne rabimo imeti 10 evropskih držav, pri nas je zavolj, da sta 2-3 in lahko s tem delamo tako maso, ko pač mi hočemo delati. Pride do 10 milijonov letnega prometa. Zaradi tega se tudi ne fokusiramo toliko na druge države, ampak ful na Slovenijo, Hrvaško, pa da smo tukaj najboljši, pa da smo tukaj močni, pa malo testirati sicer vmes kako, če se kako dobro odpre, da zaštartamo še kako, ampak to je res tisto, z nekimi minimalnimi budžeti, z minimalnim delom malo testirati stvari. Če ti ni problem zaupati, če ne želiš v tem govoriti panike, ampak recimo rekla si, da ste imeli neuspešne kampanje. Kaj bi rekla, da je za tebe neuspešna kampanja, koliko ponavadi se vloži v neko kampanjo, vem, da je spet odvisno pač kakšen je trg, če govorimo denarno, ne vem, influencerje, torej Google Ads, Facebook Ads itd. Mi nikoli nismo šli v neke kampanje, da bi dali ful denarja, ampak to so bili budžeti 10-20 tisoč evrov, naprimer, ker smo si lahko privoščili, da to pač puhnemo, pa nič ni iz tega. Da to so neuspešne kampanje, ko pač daš 10 ali pa 20 ur, pa dejansko nič ni iz tega, ne dobiš ven. Se dobiš nekaj, se nikoli da nič ne bi, ampak pač ne pokaže za toliko potencijala, da bi to mogoče potem nadaljeval. Tako da mi smo imeli za tujino večinoma take kampanje, ki niso bile uspešne, medtem Slovenija, Hrvaška, teh problemov nismo imeli. To je pa tudi zaradi tega, ker pač poznamo trg, smo že nekaj časa tukaj, ker poznamo pač razmišljanje ljudi, tako. In pač tudi trg pozna vas. Ja, tako, ja, zdaj. Pa bi rekla, da torej, zakaj bi recimo rekla, da je bilo na Hrvaškem lažje kot na Slovenskem, oziroma da je tam še bolj? Misliš, da zato, ker pač toliko več ljudi razume na splošno pač balkanski jezik, ali imate torej Hrvaško, ali še imate zraven Srbijo itd.? Ne, zaradi dostave, ko niso v Evropski uniji, pa nimamo drugih balkanskih držav, tako da zaenkrat imamo samo Hrvaško. Mislim, Hrvaška nam je bila zelo enostavna, zaradi tega, ker je podobna Sloveniji, zelo podobna Sloveniji in ne vem, tudi ko gledam, top prodajne izdelke so praktično isti v obeh državah. Minimalne razlike so, tudi vsebine, ki delamo, mi vedno delamo vsebine za obe državi, pa so vsebine praktično iste. Iste stvari užgejo, iste stvari imajo dobre dosege ponavadi, tako zelo smo si podobni in tudi dostava je tja zelo poceni, jezik razumeš, malo trg poznaš, tako, ful je pač neka kopija Slovenije in gre, lepo raste. Tako da iz tega vidika, medtem ko, če gledamo Italija, je pač, to je nek drug svet. Pač, oni že sam ne vejo svojega naslova ne znajo napisati, ne vejo, kako ima številko svojo hišno. Pač to je res, da imamo ful probleme z dostavo. Imamo probleme zato, ko pač mi smo mislili, Italijani, oni so ful kofetkari, pač tja ne bomo tem komiti na domeske kavi, to tam ne bo šlo, zaradi tega, ker pač oni so kofetkari, oni bodo pili kavo. Ne, na koncu se je pokazalo, da najbolj prodajni izdelek je Maha Coffee Mix, zato ko nadomestek pač prave kave. Pač tisto, pač res ne priješ jim blizu in čist vse stvari, ko misliš, pa narediš neko raziskavo, misliš, da bo to, je pač čist nekaj druga. In tvoj težko je komunicirati z njimi, res so posebni. Tako da, ja. Vse bi šlo, če bi res imeli fokus na to, ampak vedno pač ohranimo fokus na Sloveniji, pa Hrvaški, ker nam to prinaša pač na več prodaje, na več dobička,
Tako da, ja, moraš pa imeti fokus. Se mi zdi, da je to ena izmed glavnih lekcij, ki sem se mogla naučiti v podjetništvu, da če nimaš fokusa, pač ni nič. Zato je, ker sem v preteklosti delala več projektov hkrati in pol nikoli ni bilo nič, tako sem hotla, dokler pač nisem rekla, ok, moj fokus bo sama malinca in sam to. In tudi pri malinci, mi smo šli iz 1200 izdelkov na 100 izdelkov. Mi v bistvu ožamo izbor stvari, zaradi tega, ker če nimamo fokusa, nič ni tako, si zamisliš, tako si predstaviš cilje, no vsaj pri nas. No. Tako da ta fokus je ena izmed pomembnih stvari, ki sem se je mogla naučiti. No. Še zdaj, da izdive. In kako si se tega naučila? Ja, videla sem, da pač, če nimaš fokusa, ne grejo stvari ok. Videla sem, da pač ni nikoli tako, sem si zamislila, če delam preveč stvari hkrati. In potem sem pač počasi začela črtati. Ok, to sem tudi skozi izobraževanja, ki sem jih delala, ampak v osnovi pač na lastnih izkušnjah najbolj vidiš, pač, kaj deluje, kaj ne. In se skušaš tukaj popravljati, in ko vidiš, da če pa tak delaš, je pa boljš, pač greš po to smerno. Mi pa pri tem tudi velika Andreja pomagala, ker je sem vedno ful nekih idej, pa to, in pol ona reče, da to rajš, ne, to še počaki, me malo nazaj drži pri stvareh, ko jaz bi šla kar vse olina, ne. Tako da je fajn imeti že iz tega vidika nekoga, da te pač malo tukaj, malo bremza, no, ko ona pa je taka, tako da je glih fajn. Torej se super dopolnjujete. Ja. Si omenila, da ste šli iz 1200 na 100 nekaj. Kako ste naredili potem to odločitev? Misliš, da tisti ostali izdelki niso bili dovolj kvalitetni, ali ste hoteli še mogoče, izboljšati kakšne formule tem izdelkom, ki so bili, bestsellerji? Ja, zdaj prva stvar je ta, da mi smo tam, mislim, da leta 2017, 2018 prišli neke točke, ker pač se je ostalo in nismo nič več rasli. Že 2-3 leta smo stagnirali in takrat smo se mi naredili mentorja in veliko smo se pogovarjali o tem, ker smo mogli nekaj spremeniti, ker smo vedeli, da če ne bomo nekaj spremenili, pač ne bo nekega preskoka. In takrat smo se potem odločili na podlagi pač nekih znanj in pogovorov, da bomo v bistvu popolnoma, kot neko novo začeli malinco in praktično celo ekipo smo menjali. Šli smo iz tega, da smo prodali druge izdelke v razvoj lastnih izdelkov, tako za res pravih nekih izdelkov, ne enostavnih, a bolj kompleksnih. In tu se je začela pol delati sprememba. Mi smo pač v bistvu pol takrat začeli vse izdelke drugih blagovnih znamk dajati stran, ker mi smo imeli prej pač druge izdelke in potem samo svoje, take, ko so res, vemo, da so pač top, ker jaz vem, da hočem imeti najboljš iz tega vidika, ker če v mestu jedla, hočem pač da boljše od vsega, kar pač najdem na trgu. Da jaz zelo stojim za kvaliteto naših izdelkov, sicer je pač vsak govori, da ima najboljše izdelke, pa najbolj kvalitetne, ampak tisti, ko grejo proučevati sestavine, bodo pač vejo. Tako da, ja, zdaj naš cilj je pač v bistvu razvijati visoko kvalitetne izdelke in jih imeti rajš manj in tiste res dobre. Mi tudi vse izdelke, ki jih imamo, vsako leto gremo čez, pa rečemo, a še je kjer takega lahko dopolnimo, a še kjer tako ni bilo, ko so bili kakšni negativni feedbacki mogoče nazaj in dopolnjujemo izdelke, tudi letos imamo 5, ko jih hočemo updatati. In pač zdaj je naš glavni fokus, pač razvoj novih izdelkov, nadgradnja obstoječih. Poje pa sam na drugi strani sam prodaja marketing. Pač se sam to dvoje na koncu rabiš za biznis. Dobre izdelke, pa pol dober marketing pa prodaja. In kaj je zdaj trenutno vaš bestseller? Ali pa bestsellerji? Ja, Kolagen Up je že zdaj kar par let bestseller. Sicer ga zdaj zelo dohitevajo multivitamini v bombončkih za otroke, ampak to sta pač izdelka, ki sta, ja, v top 1 lestvici, tako mi imamo lestvici top 1, top 2 pa top 3, ampak v top 1 sta samo ta 2 izdelka. In kaj to pomeni, da sta v top 1? Torej? Da se količinsko največ prodata, da prinašata največ tudi dobička potem posledično, tako to. In da se tudi največ mi z njimi ukvarjamo, da največ vsebin, največ, ne vem, akcij, nekih komunikacije poteka na teh 2 izdelkih. Ker problem je, ko imaš ti 100 izdelkov, meni je že to veliko, zaradi tega, ker pač ti imaš vse neko omejen budget marketinški, imaš neko omejeno, koliko objav ti lahko na mesec daš na social media in mora biti, in moraš pa zbirati, ko boš objavljal. In jaz si ful želim včasih, da bi kakšne izdelke, da bi več izdelkov lahko predstavljala, ampak pač moramo se fokusirati na tiste, ki so pač bestsellerji, ki so najboljši. Tako da imamo potem lestvico 15 izdelkov, ki so za nas pač najbolj pomembni in pa se dejansko ukvarjamo skoraj samo s tistimi. Vsi ostali izdelki pa se prodajo sami od sebe zaradi teh. Ampak se z njih dejansko zelo malo ukvarja, niti jih ne oglašujemo, niti nimamo nekih objav na njih, pač, ampak se vseeno okej prodajajo. No, tako. In v kolikšni meri bi rekla, da so na primer ti pomagali influencerji, ko si delala na razvoju malince?
Mi smo z influencerji začeli že ful zgodaj, smo se že prej na začetku pogovarjali. Čist na začetku, v bistvu malince, ampak to čisto spontano. Gaja je bila prva, pa Eva Bot. One veste, bile prve, ampak Eva je bila zaradi tega, ker smo videli, da pri nas kupuje in potem smo pisali, če bi pa en recept enkrat dodala, čisto kot stranka, če nismo sodelovali in potem smo mi pisali, kaj pa če bi mi karkoli sodelovali. In one veste, bile prve, ampak to je bilo 10 let, ne vem, 8-9 let, ful časa nazaj, ker sploh to še pri nas ni bilo niti popularno, niti pač in. Tako da mi smo že takrat začeli in potem smo pa to nekako nadgrajevali skozi pač leta. Zdaj je pa itak influencer marketing toliko pomemben pri nas, da kar en velik del budžeta marketinškega in tudi pozornosti in dela pač posvečamo tem segmentom. Imamo trenutno 100 influencerjev, s katerimi delamo v Slovenija, Hrvaška. Večinoma mi delamo vse na letni ravni, enkratnih kampanj zelo malo. Tako da ja, je kar velik del zajema pri nas pač to. In skozi njih je naš cilj delati prepoznavnost, branding, seveda tudi prodajo, ampak glavni cilj bi pa tukaj še vseeno rekla, da neka prepoznavnost pa branding, ki ga želimo skozi pač influencerje narediti. Pa bi rekla, da se bolj splača to kot naprimer neka, ne vem, reklama na televiziji, radiju, plakatih? Ful je težko merljivo. In to v resnici nikoli ne moš točno vedeti. Mi se sicer poslužujemo tudi ostalih kanalov, torej teh fizičnih, ki niso na spletu, torej radio, jumbo, televizija, ampak nimamo tako velikega letnega budžeta za njih, kot pa naprimer za spletne medije, pa za spletno oglaševanje preko državnih omrežij, pa preko influencerjev. Ampak jaz bi rekla, da pač ja, zaradi tega, ker vsaki osebi sledi neka oseba. Vsaka oseba, vsak influencer ima neke sledilce, ki mu nekako zaupajo, zato mu sledijo. In se mi zdi, da bo lažje pol ti nekomu predstaviš ali pa celo prodaš izdelek, če ti zaupa, če ti sledi, ko pa če ti na televiziji vidiš nek oglas. Ampak moram pa reči, da tudi na televiziji je pomembno, da imaš oglase, če si pač to lahko privoščiš, zaradi tega, ker imaš pa spet nekaj ljudi, ko pa nimajo Instagrama, ko ne spremljajo influencerjev in je pa televizija, ne vem, tisti kanal, ko rečeš, če pa vidim na televiziji, pol je pa res dober. A veš, a ne? In je full fine, še posebej, če imaš mi, odkar imamo izdelke v fizičnih trgovinah, ko smo prodali sam preko spleta, nismo imeli teh fizičnih kanalov, sem spletne. Odkar pa prodajamo v fizičnih trgovinah, nam je pa zelo pomembno, da se pojavljamo tudi na televiziji, tudi na radiju, tudi kakšne jumbo plakate, tako. Sicer zelo razmislekom, pa zelo z omejenimi budžeti, ampak da smo tudi tam, da tam probamo nekaj ljudi doseči. Tako. Ja, ker dejansko danes je še vedno televizija za pač malo starejšo populacijo, ne? Vseeno tisto, ko pogledam na televiziji, ja, in tako da je reč, če so pa tam rekli, dobro, zdaj imamo tudi to v neko negativno smer, ko predstavlja, ne vem, bombončke za hujšanje in potem to gledajo, ne vem, babice 60, 70, 80 in aha, to zdaj jaz rabim, ne? Ampak sem vesela, da je tudi kaj takega, kar pač vi delate, da so to kvalitetni izdelki, ki ljudem dejansko pomagajo. Si pa menila, da če si lahko privoščiš, ne? Ker si vemo, da televizijsko oglaševanje je zelo drago. Nam lahko zaupaš, kje se tu recimo gibljajo cene, da daš ti reklamo na televizijo, na kateri kanal, kako to zbereš sploh? Mi oglašujemo predvsem na pač teh kanalih, od Pop TV kanala, Brio, pač ta medijska hiša, pa Planet TV. Na RTV so ful dragi oglasi in smo se pa zaradi tega budžet preusmerili na pač te kanale, drugače pa pač odvisno, koliko je, naprimer, odvisno, kako je dolgo oglas, ful je odvisno, v katerem terminu, ker termin zjutraj je ful poceni oglas, veš, ga dobiš za 20 € TV oglas, naprimer, da ti pravi, ko pa hočeš med neko 24 ur, naprimer, ko je ful gledana, je pa oglas, ne vem, 600 €, naprimer, lahko, veš, tako da ful odvisno, pač kakšne dolge oglase imaš, daj hočeš oglaševati, ampak mi imamo tak narediti, 2 do 3 tisoč € mesečnega budžeta imamo v TV oglase in jaz vedno, kjer izdelek pač je fokusni, ti se oglašuje in razporedim ta budžet pač med televizijske kanale, oni mi, ne vem, če imam budžet za vas, naprimer, Jurija pa pol, kaj mi lahko, to je oglas, 15 sekund je dolg, kaj lahko dobim za to. In po mi oni pošljajo ponudbo, jaz pogledam, aha, ok, to se mi zdi kar cool, ful je tudi odvisno od televizijskega kanala, ker ne vem, itak, ne vem, Pop TV je veliko dražji, kot pa Brio TV, ker je pač Pop TV toliko bolj gledan, tako da ful je odvisno, ni tega, da bi rekla, en oglas je toliko, pa je to, veš, to je toliko enih variantov, mi je pa tudi odvisno, ker mesec je, januar je morali ful cenejši kot december, ker december hočejo vsi oglaševati, januar, naprimer, zelo malo se oglašuje, ampak mi vedno januar izkoristimo na polno, ker januar je pa pri nas vedno najboljši mesec, ko vsi začnejo zdravo živeti, vsi začnejo hujšati, oglaševanje je poceni in mi vedno januarja je pač to top mesec za nas. Tako da... In kako se zdi ravno ta januar, komunikacija teh
No, glede na to, da je zdaj december, da bo najna epizodica objavljena zelo hitro, zdaj danes je ponedeljek, ta teden nismo objavili, zato ker so bile neke tehnične težavice, tako da bo ta epizoda objavljena že kar hitro. V decembru zdaj, ok? Po moje že kar sredo ali pa jutri, je rekel. Tako da v sredo, tako da bo že kar hitro, ja. Kak je tvoj pogled na to? Na te novoletne zaobljube, za pa sprememba življenja za 180. Ja, mi smo sicer včasih to, kar se izkoriščali, veliko smo o tem govorili, veliko smo imeli nekih izdelkov, ki smo jih pač takrat pušali. Zdaj smo malo spremenili strategijo, oziroma pač res sledimo našemu poslanstvu, da izobražujemo ljudi o zdravem načinu življenja, ne skozi sam prehrano, ampak tudi skozi šport, ekologijo, mentalno zdravje, pač cel segment. In nimamo nekega takega kart oglaševanja na hujšanje, ampak skušamo skozi neke zdrave recepte, v smislu, da vsebuje več beljakovin, da vsebuje manj kalorij, skozi neke take vsebine, mehke, ljudem začeti približevati nek zdrav način življenja, pa tudi skozi šport, vedno januarja imamo kakšne športne vsebine, vedno objavljamo. Tako, da jih malo motiviramo, da začnejo, da si postavijo cilje, vedno imamo to postavljanje ciljev potem, ampak se mi zdi, da ljudje tudi veliko gremo. Januarja je ful velikrat problem imunski sistem, pa različni virusi, pa bolezni, tako da tudi velikrat, pogosto januarja fokus tudi potem na te imunski sistem in na to, tako da bolj, bi rekla, zdravje, pa splošno neko dobro počutje, pa neke zdrave navade, ne toliko hujšanje. No. To smo šli iz tega, smo šli stran. Sicer par let nazaj smo zelo na to delali, ampak zdaj pa ne več. Ko se mi zdaj to ne rezonira z nami, pač da to nismo mi in pol jaz nočem teh vsebin. Čeprav so pa iz vidika prodaja so pa itak te najboljše, ne? Ker vsak hoče imeti 3 trike, s katerimi bo shujšal in bo življenje lepše, pač ne gre, ne? Vsi vemo, da tako nikako. Ja, in tudi na dolgi rok potem nič narediš, ne? Ja, če gledaš firmo, kako se firma predstavlja, da ti napišeš 3 izdelki, ki jih potrebuješ, da bo shujšal v roku 10 dni. Ja, ok, sem prepričana, da nek procent malincenih sledilcev še zdaj na Instagramu bi takoj kupil to, kar zaupa temu, ampak kaj ti to prenese na dolgi rok? Ne zgubiš zaupanje ljudi, torej neko kredibilnost, pa na koncu tudi neko lastno vrednost, mogoče tudi sam do sebe. Se zavedaš sam sebi, da si nekaj narobe naredil in te mogoče to teži, ne? In po moje tudi to je ena izmed stvari, ki jih ti lahko preneseš domov, ne? Ker se verjetno sama veš, ti delaš 8 ur, takrat narediš vse, si do ljudi prijazna, spoštljiva, priješ domov, nimaš skrbi, ne? Če boš zdaj pa ti, ne vem, nekdo te boš žuciral, boš snapnila na njega ali pa boš nekaj naredila, ko veš, da ni okej, boš pač to prenesla domov, ne? Zato pač je fajn, da ti neke stvari urediš. Kako bi sama sebe opisala kot šefica? Šefico? To je mogla z naše kivo vražati. Se sem jih enkrat nekaj snimala in je bilo to vprašanje in sem jim prav napisala, preden sem šla snemat, nekaj, da mi vsak ne napiše, kaj si misli o mene, veš, kot šefica, veš, da so mi napisali. Ampak jaz mislim, da sem zelo prijazna, da dobro delam navodila, da sem sicer zelo impulzivna in kakšne stvari pač bi naredila tako na hiter, pa zdaj tako, takoj, včasih mi malo tukaj da je potrpežljiva, ampak mislim, da so že tega malo navajeni, pa da znajo pa tudi oni kdaj reči, da je počaki, a ne. Tako, ful se dobro razumemo z njimi, v bistvu do vseh vem vse neke njihove osebne izzive, osebne cilje, ne samo poslovne, tako da imamo zelo prijateljski odnos, se mi zdi, da dobenemu ne težim, da dobenega nisem nesramna, zato kot tudi nočem, da so pač oni do mene, da imamo ful lepe odnose in tudi eden izmed ciljev Andreje in mene, da ustvarjamo neke stanske službe za ljudi, da se z vsemi fajn razumemo in se res fajn razumemo. In ja, pač tako, mogoče imam premalo empatije, ker mogoče sem preveč včasih optimistična, to verjamem, da opazijo, vem, da opazijo, tako da, ja, tako nekako. Andreja je zelo bolj taka empatična, ful se rada pogovarja, jaz bi to šla kar akcija, teda tukaj vem, da še imam neke možnosti, naprimer za izboljšavo na tem področju, ampak je kriziv, ko pač nisem taka oseba, veš, pa. Vseeno je služba, ne, je v meni strani prijateljstvo, ker to je po mojem tisto sladko grenko, ko delaš z ljudmi, ki zdaj niso samo tvoji zaposleni, ampak so tako si rekla bratranec, sestrična? Ja, bratranec je, pa moja sestra je že ful let, pa vkrat neki kolego. Kač pa, jaz smo reči, da nam je zelo pomagalo kot ekipi, da smo naredili teste osebnosti. A poznaš te teste osebnosti po barvah, ko so rdeča, zelena, modra, rumena? Ne. Ok, pač mi smo te teste osebnosti delali in je ful dober, ker
odkar smo jih naredili in odkar smo imeli izobraževanje, kakor test osebnosti pomeni, ful lažje komuniciram z ekipo. Zaradi tega, ker točno vem, kakšne barve je in kakšne so njegove karakteristike. Ker jaz sem pač tista rumena, jaz sem 100% rumena, kaj pomeni, da pač flegma, spontana, pač tudi navodila, ko dajem zelo kratka, jedrnata. In potem imaš pa ne osebe, ko so zelene, ko so ful bolj čustvene, ki moraš paziti, kak jim podaš kritiko, ki si bolj vreč k srcu lahko jemljajo kakšne stvari, čeprav jih moč ne misliš. Te, ker rumenim lahko ti poveš, kar hočeš, pa bo vse okej. Posto pa, ne vem, mogoče modri, ko so pa zelo analitični, ko rabijo ful podrobne informacije, ker jaz prej, ne vem, nisem vedela, da moram, ne vem, nekomu, ko je pri nas moder, da te res ful podrobno napisati, kaj si želim, zakaj si to želim, zakaj je to pomembno, ko pa, na primer, nekomu, ko je pa čist rumen, pa rabim 2 besedi, pa bo vse jasno. A veš, pač to komunikacijo do posameznikov sem zelo spremenila, ko smo te teste osebnosti dali in se mi zdi, da se cela ekipa med sabo boljše razume, ko vsi vemo, kako moramo komunicirati z drugim, naprimer. To je, da zdaj, ko prije, ker nov zaposlen, še preden ga zaposlimo, mu damo test osebnosti dela, da vidimo, ker pač, če mi iščemo ne vem, računovodjo ali pa eno osebo, ko mora delati z nekimi številkami, analitiki, ko mora biti zelo natančna, pač moramo iškati modro osebo. Ker v mene smo take, da pač velika, ali zamujaš z nekimi roki, ali delaš vse na zadnji trenutek, ali zelo, pač, veliko kakih napak, malo površnosti, ker imaš misli vse posod, tako da, moraš vedeti, kako osebo zaposluješ za katero delovno mesto. No. In prav zbirate po tem, da ker v marketingu imamo večinoma rumene, ki so zelo tako kreativni, medtem ko pa, kakšne računovodki, kakšne finance, mora biti pa modrno. Stefan je kombinacija vsega v ekipi, ampak, In kdo vam dela te teste osebnosti? Nam dela Saša Eisendler, drugače imaš pa kar enih par ponudnikov v Sloveniji, ki te teste izvajajo, ker to je neka mednarodna metoda, ko pa tudi dobiš rezultate, vse je ful napisano, razloženo, tako da, Torej prav, če bi ti iskala nekoga, ki je modra oseba, bi prav, recimo, če bi bilo, ne vem, 5, bi ti prav modrega zaposlila. Ja. Tako smo zdaj računovodkinjo iskali, smo mi vedeli, da mora biti modra. Ampak jaz že te osebnosti toliko poznam, da ko prije nekdo na razgovor, ko se pogovarjam z njim, točno vem, kaj je. A veš? Ampak damo še povedno vsem test, ampak že prej vemo, pač kaj je tista oseba, ker hitro pokažeš, pač kak karakter si, če se z nekom ti 1 uro pogovarjaš. Torej se ti zdi, da dobro prebereš osebe? Ja, vedno boljš. Vedno boljš. Ok, sem zasledila, da mislim, da je to prišlo ven letos, a lani tudi so vsi ful delili, da so bile neke kazni, neke globe in na vrhu je bil, mislim, na biostil in vi ste bili tam neki 4., 5., pa si že ti nekaj delila na to temo, ne? Tako da, lahko zdaj poveš, kaj točno je bilo to? Kje točno je bilo to fora? Ok, zdaj pa nas je zakonodaja taka, da to se tiče prehranskih dopolnil. To se veže na prehranska dopolnila, ne sploh na kvaliteto izdelka, ki je bilo zelo narobe razumljeno takrat, ampak se veže na stvari, ki jih ti komuniciraš v zvezi z določenim prehranskim dopolnilom. Torej, da imaš ti, na primer, imamo imunobiotike, to so probiotične bakterije in pač za probiotike vsi vemo, da pomagajo pri prebavi, da ti tudi zdravnik svetuje, ker imaš kak antibiotike, v glavnem zelo taka splošen pojem. In mi ne smemo pač pri imunobiotikih sploh napisati, da so to probiotiki, da so to probiotične bakterije, pač kar sploh, da je karkoli za prebavo. Pač zelo je omejeno, kaj ti lahko pri izdelkih pač napišeš. In seveda, mi smo dobili nekaj kazni v preteklih letih, pa verjamem, da še tudi bomo, ker to je praktično nemogoče, da se temu 100% izogneš, ker nas smo dobili za Q10 kazen, zato ko smo imeli neke banalne stvari, ker je bila priporočena vrednost, pač besedne zveze, veš, ne koliko je določena vrednost, ampak priporočena vrednost, kar neke take stvari, ampak pač za vsako tako stvar ti dobiš kazen, in potem je bil ta seznam, ker osebe so pač to, ker itak so bila vsa podjetja, ko imajo prehranska dopolnila praktično na tistem seznamu, zaradi tega, ker pač to 1, 2, 3 prije do tega, da eno stvar narobe napišeš na spletni strani, ali pa imaš celo premale črke na embalaži ali pa karkoli. Ne vem, smo enkrat imeli za en izdelek napisan, da pač ga lahko tudi nosečnice po priporočilu zdravnika, ampak ga moraš tega spet ne smeš napisati, lahko sam pač ne smejo nosečnice, čeprav se nekaterim prav svetuje posebej. Ampak pač tukaj moraš ful paziti in zakonodaja in se gleda tako ne samo kaj v Sloveniji, ampak kaj na ravni Evropske unije in je ful stvari treba spremljati skozi prihajanje, ki noga in pač ne veš vedno. In
pol pridejo, se pa tako prijavijo vseh strani, ponavadi iz kakšne konkurence in potem, pridejo kazni in to je pač posledica tega, tako da jaz še vse stojim za tem, kar delamo, stojim za kvaliteto izdelkov. Me je takrat najbolj zmotilo to, ko so pač začeli dvomiti o kvaliteto, ko nima nobene veze s tem, ampak jaz sama mislim, kakšna komunikacija je pač, ne. Ampak včasih se zgodi na kakmu mailingu, pa kaj napišeš neko stvar, ker če ni točno tako, EFSA, ne vem, EFSA ima neke trditve, ki jih ti za prehranska dopolnila lahko uporabljaš. In če ni točno tako napisano, kakor je ona napisala, je pač takoj kasno, ne. Da pač te stvari je treba zelo spremljati, upoštevati in se zgodi, da jih ne kdaj in zaradi tega pa pridejo kazni in pa je ta črn seznam, moram reči, da nam je naredil kar veliko poslovne škode, zaradi tega, ki je bilo predstavljeno res tako, kot da je to zdaj pač, ne vem, kot da imamo zdaj, ne vem, prodajamo ne vem kva, malo me je zmotilo to, ker so res slovenska podjetja gor, ker pač kar dobiš ti iz Amerike, pa kar dobiš iz tujine, ko se prodaja pri nas, to je tak škart, mislim, že sam, ko sestavine pogledaš, pač, a veš, mislim, vsa podjetja, ko pa so bila gor, večina dela res kvalitetne izdelke, ampak so slovenska podjetja, ker tuji podjetji se pač v bistvu ne prijavlja, niti nima oni dostopa do tistega, ko je proizvajalci in, in potem črni, sami sebi delamo škodo, Slovenija, a veš, pa kupujemo neke stvari, ko so pa res, tako slabe. Ampak je to težko razložiti, zaradi tega, ker pač to jaz vem, ko smo v tem biznisu, večina ljudi pa prebere, 10 najbolj zavajajočih podjetij in zdaj misli, ne vem, tega ne več kupoval, ne. In mi se tudi takrat nismo hodili toliko glede tega javno ful veliko izpostavljati, oglašati, ker se mi zdi, da še mogoče tisti, ko se niso s tem ukvarjali, bi se s tem ukvarjali, tako da smo rajš pač kar pusli, dokaj, vse smo imeli neko pač javno objavo pa tako, ampak se nismo dosti s tem ukvarjali, ampak smo rajš rekli, idemo delati pač na izdelkih, na kvaliteti izdelkov naprej, na komunikaciji, ki jo imamo in se pač bo šlo to enkrat to pozabo, ampak se pa zavedam, da vsekakor bomo še dobili kako kazen in In kako si se ti počutila takrat, ko si videla to objavo? Ste vedeli prej ali je bil šok? Ne, nisem vedela prej, pa tudi, ko sem prvič videla, se mi jaz, ko vem, kaj je za tem, se mi ni zdela toliko problematična, koliko se je naredila pol problematično iz strani predvsem Instagrama. Problematično bila sem na Instagramu, se mi zdi, ko so vse začele to deliti in potem so tisti, ko niso bili na seznamu, to začeli izkoriščati in to še bolj deliti, tisti, ko so bili, so tiste influencerke, ko so delali za tiste, gledam, pač cela zbrkla je bila glede tega, doben pa skoraj ni, vse enih par je pol ful dobro razložil, se z enim par je tudi pol pogovarjala, pač naj razložijo, kaj je fora, ko tudi meni so pol punce pisali, ko z nami delajo, pač kažeš, da sem jim jaz razložila, ko tako pač ti se ustrašiš, delaš za nekoga, a veš, pač ni okej, Jaz teda s našim puncam pač vsem razložila, tudi našim influencerkam smo vsem poslali mail, pa jim razložili zadeve, zakaj se gre, da so razumele, ker na prvo žogo itak res nisi, tako da ko sem videla, kako je to eskaliralo, mi je bilo res, en teden smo bili vsi ful, pač cela ekipa je bila poklapana, tako vsi so bili tako, ko se počutiš, da želaš nekaj ful narobe, čeprav veš, da ne, ampak zaradi tega, ko pač to okolica misli, pa si tudi ti tak, mislim, res je bilo bedno. Počutili smo se, kot da smo neki pač, ne vem, a veš, prešušni, kaj jaz vem, pač bedno občutek je bil, ampak pol počasi, pa ko smo te redne stranke, ko smo jim razložili, pa so dali, razumemo, a veš, tako, da dobiš malo, feedbacka nazaj z tistih ljudi, ko so ti pomembni. Se pa itak vsaka stvar pol nekako izveni, Se to ni bila prva drama, ko se nam je zgodilo v 12 letih, so se že v preteklosti, ampak tam mislim, da je bila ena, gledam, kako smo zdaj veliki, ta ena večjih, takih stvari, ampak poznalo se je tudi na prodaji, se je poznalo, sicer zdaj je pač to malo izvenelo bolj ko ne, ampak vsekako bilo kar veliko poslovne škode, za vsa podjetja na seznamu. Ampak jaz bi rekla, da je tukaj razlika med tem, da ne vem, BioSteel reče, če boste jemali ta bombonček, boste, ne vem, shujšali toliko kil, namesto da bi nekdo rekel, da je pač to zaviralec apetita, kar mogoče za nekoga bo, če pa bo nekdo še vedno jedel, ne vem koliko, pa ne bo shujšal, kot pa da tu piše, ne vem, doza je 2 tableti ali pa priporočena doza je 2 tableti, ampak res, ko tisto prvo vidiš, se res tak, zakaj, kaj je mogoče, prvo vsak pomisli na kvaliteto, jaz sem tudi potem videla tvojo storij, mislim, da si ravno za koencim razlagala, tako da lahko poveš, kaj je koencim 10, zakaj ga nekdo mora uporabljati, to je tudi en izmed kar popularnih izdelkov. Ne vem, či lahko, veš, boljš da ne.
Ja, no, veš, ko vsaka taka stvar je pol, a ne. Pač ful moraš paziti, kaj govoriš, pa kako poveš, a ne, zaradi, ker te pač hiter pol pride, kaj te lopne od zadja, ne. Tako da smo tukaj veliko bolj previdni, ampak ja, še vsem. Lahko pa, evo, te pa ne, kaj je vaš, ampak nasplošno, kaj je koencim 10? Ja, mislim, koencim 10 je pač pomemben za naše možgane, za srce, veliko se priporoča starejšim, za ohranjanje neke vitalnosti, za ohranjanje pač zdravega srca. Drugače tudi veliko se uporablja v beauty industriji, ki je tudi anti-age izdelek oziroma koencim. Tako da, ja, to so neke osnove, ampak... Ti izgledaš zelo mladostno, tega lahko zaupaš, ni panike. Kaj recimo ti zraven tega, da športaš, delaš, uporabljaš zase? So to samo malinca izdelke? Okay. Uporabljaš še kaj zraven? Jaz mislim, da na ta anti-age oziroma videz najbolj pač vpliva šport, spanje, hidracija, neka zdrava prehrana. To so neke osnove. Pa lahko delaš pike na i z uporabo kozmetike. Jaz kozmetične izdelke uporabljam za nego obraza, samo malincine, razen čistilno olje še zanimam, ker ga še pač nimamo, a ne? Ampak vse ostalo samo naše uporabljam, tudi vem, da so taki izdelki, ki jih pač ne boš nekjer boljši dobil, tudi lahko iščeš po mojem po celem svetu, tudi glede serumov, ki jih imamo. Pa pol so pa tudi prehranska dopolnila, seveda so tista neka pika na i, ki lahko, ne vem, kot je kolagen, Q10 je zamenjal tudi tak, kak biotin, za lase. Mislim, kar nekaj teh vitaminčkov, ki jih pač jaz redno uživam, ampak to so pika na i. To ni tisto, da boš pa tudi vitamin jedel, ali pa kolagen jedel, bo pa to, ne. Se mi zdi, osnove so tam delajo, pač pri športu, pri gibanju, hidraciji, spanju, tam se delajo osnove, pa po neki zdravi prehrani. Potem pa lahko pike na i delaš z neko uporabo kozmetike, pa prehranski dopolnil. Bi pa vsekako rekla, da izogibam, oziroma ful sem pa proti tem nekim lepotnim popravkom, osebno, pač vsak se za sebe odloči, ampak tega segmenta pa ful ne podpiram. Si omenila prej, da se z malinco prešaltali ravno iz tega neke promocije hujšanja, ne, na to, kar si zdaj omenila, torej dansko, kako približati ljudem šport, kako približati ljudem zdravo prehrano. Vam je to kar naenkrat kliknilo? Ali ste se o tem dosti pogovarjali, da dejansko pomagaš ljudem, ne pa da jim hočeš samo nekaj prodati? Saj ja, je tudi prodaja potem neka posledica, ampak veš, mora tudi kar biti nekega zavedanja, da ti greš iz tega, ok, mogoče bomo pa mi imeli manj prodaje, zato ker bomo zamenjali strategijo, ampak vemo, da je to boljše. Mislim, ta zdrav način življenja je že itak bil skozi. Od začetka pri nas neka rdeča nit, ki smo jo vlekli. Na začetku, v prvih par letih smo mogoče časih hodili kakšne malo bolj hard prodajne metode uporabiti iz tega vidika, ker je pač, ne vem, ko je bil ful popularen LCHF, smo se ful na to fokusirali, pa pač imeli živila, pa promenili živila, ki so pač primerna za, ne vem, LCHF, pa to hujšanje, pa pol je bilo to hujšanje, sicer je še zdaj problem, se mi zdi, v prejšnjih letih je še bilo mogoče toliko bolj izrazito, ampak se pravi, nekako pol pač ti rasteš, podjetje raste, tvoj način razmišljanja raste in jaz sem rekla, pač meni cool. Rajš povem za tiste izdelke, ki pač res pomagajo, ki so res cool, ki bodo res neko spremembo naredili, ko pa da pač rečem, če bo zamenjal sladkor za eritritol, boš pač skuš. Pač ne boš, ker še toliko eni drugi dejavniki, ki bo na to vplivalo. Tako da nekako je prišlo spontano skozi leta. No. Tako, pa z nekim novim znanjem na vseh področjih. Ne, to je zelo nice, da tudi razvijaš sebe, da ne stagniraš, da ne vidiš potem res samo denarja, ne, da tudi tako si imela, ste vidi hoteli ohraniti to neko, ne bom zdaj rekla majhnost, vseeno ni majhno podjetje in tako se treba tega zavedati, ampak da ti več pomeni potem nek mir, ne, medtem ko si imela da Filipu, pa več pomeni ta neka nagla rast. Kako sta nekako to skomunicirala? Ja, to je kar izziv, ampak jaz sem to že od začetka, ko smo začeli, on mi povedal, kakšne cilje ima, on kakšne visoke ambicije ima, pač da to sem vedela. Zdaj, kar je sam včasih izziv, to usklajevanje, ne, zaradi tega, ker po eni strani imam še zdaj vsem večje podjetje kot on, ne, on ima pa više cilje kot jaz, ne, in pač, kako to uskladiti, naprimer, oba imamo veliko stvari, ampak pač kjer bom imel zdaj tukaj prioriteto, ko bo treba se odločiti, ne vem, danes
popoldne, pa danes večer mama v banjiki, kjer bo zdaj pač, a veš, kako se pri takih stvarih moraš malo bolj usklajevati, oziroma koliko moram jaz dati Filipu več prostora, ker vem, da ga rabiš, še posebej zdaj, ko nov biznis za štartu, ker ve, da na začetku pač rabiš ful več časa, ful več energije, ful več dela vložiti v neko stvar, to razumem in to je fajn, da razumem, zato ker drugače je pol težko skajati, a ne. Tako da, kje je tukaj meja, ker sem si pa želim, pa tudi njemu vedno povem, vseeno, zdaj čas, ko si lahko z otrokom malo več, biznis boš lahko še tudi pol ful širo, a veš, pač, dokjer je ok, pa se omaknem, pa pustim, dokjer pa moram začeti, malo za vse zatežim, da zdaj pa pusto, odklop, a ne, nehaj. Čeprav ima zelo to striktno, ko se odklopi, se res odklopi, da telefon stran, nima telefona noč, ampak vidim, da ko pa je tekle, ko nov biznis, ko ga pač leto za štartu, te pa ful bolj potegne, ne, zdaj je ful težje, pač to, teke neke meje, postavlja, tudi vem, da on se, ko ima tako polne možgane, on se zdaj po noči zbudi in začne delati in pol, glavno tako, vem, da v neki drugi življenjski obdobju glede biznisa, ko sem jaz, ko imam vse malo bolj ustaljeno, pa lahko delam 8 ur, pa bo ok. Tako da ja, tukaj imamo včasih malo izzivov, da to uskladiva, ampak ja, dolgoročno pa ga razumem, zakaj hoče imeti, da ga podpiram pred tem, vem, da bomo zihar ratalo, ker je pač zagnan in ambiciozen, kolikor znanja ima, tako da ja. Bi rekla, da ko dobiš otroka, trpi zveza? Lahko. Mislim, pri večini ja, če se ne organiziraš. Tudi pri nama, pa čeprav smo bila zelo, smo se pripravila, smo se nekaj razdelila stvari, kaj bo kjer delo tako, je še vseeno pač je izziv, ker pač ne pričakuješ, ne veš, kako je to za najo bilo. Še posebej smisla Filipa, jaz sem bila vsaj malo bolj pripravljena, jaz sem 7 let starejša od njega, sem že vsem veliko prijateljic imela otroke, sem se malo bolj, sem vedela, kaj to pomeni, on pa res ni vedel, kaj to je in njega tako šokirala, da on je meni prvi dan, ko sem prišla domov, rekel, samo enega otroka bom imela, pač tako, tega je pač tisto začetni. In tudi na začetku moški sploh ne vejo, kva bi, ki tako otrok je od tebe odvisen, ti ga pač dojiš, ti si doma v porodniški, in on, ko ga ima, itak pač ne ve, ne moreš nič kaj z njim početi in ponavadi je to za moške kreziv, tudi ženske. Takrat v prvem letu, saj nimamo časa, niti pol velike za moške, pač tvoja prioriteta je otrok, ti pač, a veš, in zveza začne pol hitro trpeči, če se ne pogovarjaš, če si ne organiziraš tako kakih pa res posebej zmenkov, da si pač malo uskladiš naloge, ker itak ti, ko si, ne vem, 10 ur z otrokom in prije pol mož iz službe, je prva stvar, ko imaš otroka, pa rabiš 15 minut, da se pač malo zresetiraš. Tako, da on to razume, da ti da on tisti nek svoj čas, ki ga popoldne mogoče rabiš, da se malo zresetiraš. Ful je enih dejavnikov, no, ampak jaz tukaj je res pomembno, da se veliko pogovarjaš, pa da se zmeni stvari, no. Ker če držiš vse, to je pol se pa sam nabira in pol je sam še slabšno, pa vse še bolj trpi. Tako da ja, otrok je kar preizkušnja za zvezo, tudi s vsemi prijateljicami, ko se pogovarjam pri vseh, je bilo enako, ampak se pa da marsikaj narediti, da greš čez to obdobje. Tudi jaz Filipu rečem, pač, on je rekel, da njegova prioriteta za naslednjo leto glavna sem jaz. Jaz sem rekla, pač ti si pa meni na 4. mesto. Pač žal, tako imam zdaj prioritete, ampak jaz sem rekla, jaz dokler pač bo otrok toliko odvisen še od mene, da tudi, ko ga jaz peljem na nek dan, greva na glasbene urice popoldne, ko ga peljem, pač jaz moram biti z njim. Jaz ne moram tisto uro iti vmes nekaj narediti. Zdaj še toliko mali, da pač moram jaz biti z njim. Tudi, ko bran sem jaz z njim, to je moja prioriteta. On še posebej se mi zdi, moški so pa tako, da so jim ženske oziroma partnerke toliko res pomembne, da mogoče to, tudi ko vprašaš, ne vem, ponavadi, ženska pa moškega, ženska vedno reče, da otrok ni njena prioriteta, moški pa vedno, če bi mogel zbirati zdaj, kdo je višje, moški pa vedno reče žena, pa otrok takoj, a veš. In to se malo, pač to so spoli, malo razlikujemo in to je mogoče meni težko razumeti njega pa mene čist, ampak ja. Vseeno je pač ta materinski čud. Ja. Ti si otroka rodila, veš, saj oče je pač zelo pomembna figura itak, ne? Ampak ja, čisto razumem, da je nekako drugače. Zdaj, eno vprašanje tudi sama vedno govorim, pač res, da želim si družino, ampak, če bi si jaz lahko zbrala, bi imela pri 35-36, tudi tak, če bo vse ok, upam, da bo, da nekako, ne vem, se izživiš, pa ne morem reči, da se s otrokom ne moreš, ampak da lahko daš nekaj skozi, pa si lahko res potem daš prioriteto otroku, ne? Ker tudi, če zdaj gledaš recimo Nastjo pri, si imela 3 zveze, ki so trajale po 4 leta, ne vem,
kdaj si začela recimo druga? Spomniš, koliko si bila stara takrat? 20. Misliš, da če bi ti imela pri, ne vem, 22 ali pa ne vem, 26 otroka, ko je bila v malinca v, ne vem, povojih, v najbolj tem naglem, pač nagli rasti, da bi lahko ti enako reagirala, torej dala otroka na prvo mesto, bila enako dobra mama ali pa posvečala enako časa otroku, kot recimo zdaj posvečaš? Absolutno ne. Mislim, jaz, ko se jaz spomnim, kako sem razmišljala, pa v kakem stanju sem bila, ne vem, pri 23, no go, pač res. Jaz sem vesela, da sem imela tako pozno otroke, mi nič ni žal zaradi tega, ker sem si lahko tudi privoščila malo bolj porodniške, malo bolj mirno vse skupaj, zaradi tega, ker sem vedela, da je biznis nekako stoji, da je postavljen, da sem tiste neke glavne stvari dosegla, da sem bila tudi sama odrasla, a ne, in imela glavo poštimano nekako na pravem mestu, ker jaz vem, da sem čisto drugače razmišljala in drugačne stvari vedela 10 let nazaj, ko jih pa danes vem. In meni, kaj ne reče, moraš imeti mlade otroke, jaz za nič na svetu ne bi zamenjala, da sem imela tako pozno otroke, kot sem jih imela. No. Tako da, ampak to je pa spet vsakega posameznika odvisno. Jaz sem to vedno vedela, da nočem imeti neke velike družine, da hočem imeti enega otroka. A ne? In pač to je stvar vsakega posameznika. No? Koliko on misli, da je dorasel, moram pa tudi reči, ne vem, ti si ful mlada. Jaz vidim vas, mlade punce. Vi ste, ne zdaj pač, ampak en segment vas, en odstotek vas je toliko doraslih, toliko poštimane glave imate, ko si jaz mislim, jaz pred 30 nisem tako razmišljala. A veš, ne vem, se mi zdi, toliko enega informacij in znanja, ki je danes pač mogoč na dosegu roke, ga znate eni mali res dobro izkoristiti. A veš, in veste, kaj hočete. Ne, pač mislim, jaz pač sem poslušala tvoje podcaste, kako vprašanje postavljaš in kako razmišljaš, pa si rekla, koliko si stara? 20. To je nemogoče. To je nemogoče. Veš, ampak sem poznala še enih par punc, še tudi poznam, tudi z eno agencijo delamo TikTok, ko so tudi ful mlade punce. Ampak res tako razmišljanje, ko imate, pač to je pač res, a ne? Ste na nivoju mogoče nekoga, ko ni pri 30-40 na tem nivoju. Tako da pač ne vem, kdaj je pravi čas za imeti otroke vsak posameznik. Eni pa tudi pač Verjetno ga ni, ne? Ja, vsak mora za sebe, ampak jaz sem šla v to čisto odločeno, točno sem vedela, da hočem iti v to, sem bila pripravljena za to. Verjamem, da je bilo zaradi tega, tudi finančno sem bila preskrbljena, verjamem, da zaradi tega lažje, ko pa nekdo, ko se ful mlad odloči, pa mogoče zveza ni stabilna, finančno ni preskrbljena ali pač ima neke osebnostne izzive, pač drugače. No. Tukaj vsak mora za sebe to presuditi, ampak meni je super, tako ko sem se odločila. Najprej hvala ti, mi to res ogromno pomeni. Zato, ker spet imam tudi jaz respekt ogromno do tebe, do tega, kar si postavila, ker tudi če bo za nekdo rekel, ja, pa sej takrat še ni bilo toliko tega, ja, pa vseeno, ravno zato, ker še ni bilo toliko tega, je po mojem bilo še toliko teže iti čisto izven okvirjev, ker danes je nekaj čisto normalnega, da nekdo si odpre nekaj, pa preprodaja najprej nekaj, pa neki dropshipping, in je to čisto nekako normalno, mogoče težje, ampak težje uspeti, ampak moje je bilo težje začeti, da ti to začneš. In malo se že bi vrnila nazaj, recimo, ko smo se pogovarjali ravno in v zvezah in o tem, kar si ti zdaj rekla, da tudi mislim, da to je razlog, da mnogo zvez propade potem, ko se dobi otroka, če se recimo za to odločiš, bom rekla, premlad, pa ne mislim s tem starosti, ampak bolj nekega mentalnega stanja, pa povezanosti s partnerjem, ker ti si omenila, si dala zveze čez, si tudi sebe verjetno spoznala skozi te zveze, kako ti reagiraš, kako mogoče si ne bi želela več v prihodnosti reagirati in tudi pač imaš zraven sebe pač osebo, ki te razume, ki je pozorna, pa si rekla, da je vseeno verjetno parkrat malo zaškripalo ali pa pač so bila neka vprašanja, na katera nista imela odgovorov, pa pač nista znala neka situacija v tistem momentu rešiti, ker je to čist nekaj drugega, naenkrat ni to več, ne vem, ti pa zdaj greš večer za kolegico ven, si ven, kdaj boš, pač on lahko, ne vem, prije po tebe ali pa je zraven, ampak je vse, mora biti še bolj splanirano. In res pač ogromen respekt davam vsem mamicam, ki potem tudi na koncu koncev najdejo čas za vse, tudi na koncu koncev za sebe, ker to je najbolj pomembno, ker to je tvoje telo in pač to je dansko prvi dom, v katerega ti moraš vlagati, ni tisto, vse ostalo bo že. In zasledila sem tudi, da si zelo adrenalinski tip človeka, športiš dolgo v tvojem življenju. Čakaj, sem napisala, to sem pa rekla, da si hočem napisati, ko sem ti povedala, pač nimam dveh vprašanj, ampak samo okvirne točke, da si leta 2000, ne, 2021 si skušal s padalom,
Sem prav sedila? Spadala sem skočila, ja, ne par let Ali si že nazaj. parkrat, ali Ne, si že večkrat enkrat sem skočila? skočila, spadala ne bi več. Ne bi Mislim, več? jaz sem Ok. bila neko, jaz sem pač, se mi zdi, ko sem mlada, sem bila tam ful bolj adrenalinska kot zdaj. Zdaj sem ful bolj tak, če ni treba, rajš ne bi, Rajš a ne. ne. Tako da zdaj imam, rada imam pa ful, rada imam pa izzive v življenju, te pa res rabim, a ne. Zaradi tega, ker mi to daje nek cilj, da nekam grem in da nekaj dosežem, pa da grem malo čez svoje meje. Ne? In jaz sem, ne vem, pač vsako leto si dam 1 ali pa 2 izziva. Zdaj, v preteklih letih je bil velikat maraton, za leto sem šla na Triglav, ampak to pač grem na Triglav brez, da bi kadarkoli hodila v planine, a ne? To so moji pač tisti izzivi. Sem šla na Triglav, pa šla sem laupat po 4 letih na 10, zaradi tega, ker zaradi kolena prej nisem omogla in to je bil moj letos cilj, sem si zadala, da to rehabilitiram svoje koleno, da lahko grem 10 odlaupat in da po maratonu pač lahko hodim, ker nazadnje, ko sem šla 21, par let nazaj, ko sem prišla v cilj, nisem mogla hoditi, potem sploh, pač tako me je bolelo. Ne. Ja, pač vedno si dam neke izzive, za naslednje leto sem si dala, ne, poznaš te Hirox, ko je. Ja, ja. No, ja. to sem nekaj naredila, Ok. naslednje leto, to tekmovanje, pač rabim neki. Zdaj je bil v Marseille? Ja, Je bil tam? Vse po celi Evropi, ful velikih evropskih mest imajo. Mislim, a da ne. je zelo včeraj ali prečerajšnji bil nekje. Ja. Ja, teda rekla sem, naslednjo jesen je to, tako Ok. da pač vedno rabim nekaj takega, da ni enostavno, pa da pač moraš narediti. a ne. Tudi v fitnessu imam pa vedno kakšne, za svoj rojstni dan imam vedno neke kakšne izzive, a ne 34 km tega ali pač tako, a ne. Pač rabim to mi daje neko energijo pa motivacijo, pač in tudi, ko to naredim, sem pa ful. Torej bi svetovala to vsakemu, da si postavlja neke cilje. Tako, mislim, ja, meni se zdi, še posebej, tako, če si v nekem podjetniškem svetu, rabiš nekaj, kar ni podjetniško, pač, veš, kar ni tukaj noter. In meni je bilo letos ful dobro, ko smo šla z enim sodelavcem, je prav na Triglav, šla smo po noči, smo šla ob 2 zjutraj, pač šla smo eno dnevo gor pa dol, pač bila sem res nepripravljena, prej sem šla 2-krat na Šmarno, ali 3-krat, in smo šla po noči, smo hodila in tista cela tišina in pač tema čista in sam zvezde in meni je bilo pa tisto na sončni vzhod, sem prišla gor in pol dol, ko je tisto dol, ko je veliko težje iditi gor v istem dnevu, ko te pač vse toliko boli, da sploh nog ne čutiš, ampak pač, ko sem jaz to naredila, jaz mislim, da sem bila za 2 meseca, sem bila tak pač polna sem bila, ne znam opisati tega občutka, ampak mi je bilo res cool, da sem pač to naredila. Ne vem, se mi zdi, če si podjetnik, pa to če nisi, se nima v bistvu veze, ampak rabiš v življenju neke izzive, ki te dajo iz cone obdobja, ki narediš nekaj več, kakor je pač neko splošno, oziroma tebe pričakovano, kakor si sam misliš, da si moč celo zmožen. No? Tako. Si je vedno si šla čestitke za Triglav. Kako to, da si odločila, da bo šla brez, da si se prej pripravljala? Ker je to kar, ne, ni kot da bi greš pač na Šmarno. Kar zalogaj. Te je bilo strah. Mička nisem bila, tako zato, ko so me vsi strašili, da to ne moreš v enem dnevu gor, pa to, če ne hodiš, pa tako. Malo je bilo to, ampak jaz ni tako fizično sem dobro pripravljena. Ne? Mislim, vseeno hodim pač 4 na teden v fitness, tako da jaz vem, da pač imam kondicijo, imam mišično moč, da iz tega vedika me ni bilo straha, ne? Ker sem že veliko drugih izzivov dala skozi, tudi 21, ko sem šla laufat, brez da bi prej praktično karkoli laufala. Tako da ni me bilo strah, ampak je bolj to kot nek izziv. Je pa res, da ne priporočam zdaj, da če niste pač pripravljeni, da grede tako jaz, ker pač to ni ok drugače, da ne bomo zdaj rekli, da bo se vsak šel brez. Vse je fajn, da pač se pripravite za take stvari, ampak ja, se pravim, jaz imam pač kondicijo pa moč od drugota, ampak je pa res, da druge mišice dela, da sem imela bolj muskel fiber partni. Ja. Je kar, ne? Ja. Mi smo tekli, imeli smo neki running club in tudi ja, sej treniram, hodim v fitness itd., pa sem isto tekla en čas ful, potem sem sicer malenkost nehala zaradi ene operacije, ampak sem potem malo počasi začela nazaj, to 5 kilometrov smo tak, I got it, ne. In mi pol tečemo, sem še pa imela en dan predtem leg day, pač tisti orang leg day, in pol sem še imela tak 2 dni muskel fiber, res ono, ampak glej, smo pa šle ravno moja stranka je bila tam, ker je tudi pri tej firmi, pa smo šle tak na chill, pa se pogovarjali, kaj smo se pogovarjali? Nekaj smo se ful tak pogovarjali, ne vem, ko ti rečem, ne vem, o nekih glivicah, ful tak ful neka tema, mi pridemo čez cilj, pa še na meni reče, no, hitro punce, mi je tako samo, gledaj, pogovarjava se, uživamo, no pressure, pač greš za to, da uživaš in evo, zdaj sem tudi eno stvar, ki bi jo rada povedala, je to, da naj grejo ljudje pač počasi v vse, ne, sej ne rabiš ti zdaj, ker
iti na maraton, pa kar iti na, ne vem, lahko greš na 5, lahko greš na 10, lahko začneš počasi, ne, in ravno tudi včeraj bila na moja stranka, ko smo imeli ta event, ne, ena moja stranka in smo se lih pogovarjali o tem, da in tek, in fitness, in hujšanje, za vse moš ti biti tisti, ne, recimo, če bi tebi zdaj nekdo rekel, ne vem, sodelavec, grema mi dva, če ti ne bi bila grema, ne, vsi ti lahko rečejo vse, ne, in vsi ti lahko rečejo, idi v fitness, če se ne boš ti spravil, pač ne bo nič z tega, ne. Ti si rekel, da si že pri mladih letih postala tam vodja, ne, na Velenju. Kaj ti recimo zdaj pomeni fitness? Kako recimo izgledajo tvoji treningi? Ja, bistveno drugače kot pred takih letih. Zdaj načeloma imam tako naredo, da treniram s trenerjem, z dvema različnima, ki sta si totalno različna, čisto tako dva različna svetova. In sicer v Velenju, ko sem, delam z Necom in tam delava v bistvu bolj treninge za moč, ali pa on me je pripričal, da grem na ta Hyrox, tako da bom zdaj malo tudi kombinirala še z kondicijskimi, ker tam je 8 km teka, ne vmes, med vajami, ampak tukaj je večinoma bolj za moč. Pa imam pa tukaj v Domžalah, imam pa Črta, trenerja, z njemu pa delam, ful je težko pisati te treninge, ampak v bistvu za treninge nekako za funkcionalnost celega telesa, ki niso neke klasične vaje, ampak malo neke posebne vaje, ki jih je sam nekako iznašel, in delamo predvsem cel spekter in moč in stabilizacija, ampak samo tistih mišic, ki ti rabiš v vsakdanjem življenju. Ko. Pač ni tisto, da ti nekaj karkoli pumpaš, ampak zelo posebne vaje, ki jih niti ne znam zdaj, mogla bi jih pokazati, da ne znam jih opisati z besedami, tako da, ja, taka dva tipa različnih treningov. Če vmes zdaj ne uspem iti, grem doma na sobno kolo, tako da malo kondicija, drugače pa to nekako, te tipe treningov. Pa torej, oboje, pač vedno moč, pa vedno stabilizacija se mi tudi zdi zelo pomembna, kar tukaj v Črtu delam, pa tudi seveda pa malo kondicije, da so vsa 3 področja pokrita. Bi lahko imela partnera, ki se ne bi ukvarjal športom? Ne, absolutno ne bi mogla imeti tega. Zato, ker se mi zdi, da če imaš partnera, ki se ukvarja športom, te tudi tebe ful potegne zraven in da bi imela nekoga, ko se sploh ne, mislim, ne vem, meni je to pomemben, pa vem, da, mislim, ne samo meni, pa tudi vem, koliko je pomemben sam za zdravje, za dolgoročno zdravje, za dolgoročno dobro počutje, da ne bi mogla gledati nekoga, ki pač ne bi vlagal pač nekega svojega časa v to. Jaz sem ful vesela, da Filip mi je tudi ful pomemben šport, sicer čist drugačne tipe treningov kot jaz, ampak oba se športoma, večkrat tedensko, tako da to pomembno. Če nekako imam v glavi kolesari? Ne, on je drugače bil košarkaš, okay. Tudi šel pač na faks v Ameriko, pač košarko, mislim faks plus tam je treniral košarko, tako da on je v bistvu celo življenje v tem košarkarskem svetu, tudi njegove cilji za naprej so še v tem segmentu, tako da ja. Ja, zdaj pa kombinira, on ima različno, zdaj malo jiu-jitsu, pa malo kolesarjenja, pa tako, on ima različne športe, ampak košarka mu je tista velika ljubezen. In kako to, da je potem pustil ta šport, pa je bolj šel v marketinško agencijo? Ugotovil, ko je bil v Ameriki takrat, da mogoče nima toliko potencijala, kolikor pač mogoče mislil, da ga ima. Mislim, da videl, da mogoče ni to čisto, a nekako si želel zaslužiti denar, a ne, želel biti samostojen pri tej poti. Neke opcije različne so se mu odprle potem za delo na različnih projektih in je pol nekako to tisto pustil šport, mislim, košarko, pa se bolj usmeril v pač biznis. Še vse ima pa on želel, da bi še enkrat čez par let igral vsaj eno sezono v neki drugi košarkarski ligi slovenski. To mu je še vsem tako ostalo, da to pa še vsem hoče. Tudi dolgoročno hoče pač delati nekaj v zvezi z košarko. No. V smislu marketinga verjetno tudi kaj tega? Ja, ali kot nek lastnik kakega košarkarskega kluba, ali kot nek menedžer kluba, v tem smislu, ja. Je bil za to, da bi Matevta dala v košarko? Ali je tak čist neutralno? Ne, ful ga
ga šport, ful sem vesela, ker je ful športni tip človeka, naš Mateo, res, on pač, to je to, ampak trenutno mu je najbolj všeč nogomet, tako da zdaj igramo sada nogomet, a ne, on bi sada nogomet igral, vmes je imel obdobje jiu-jitsuja, ki je pač Filipa videl, so imeli vzajemo doma v blazine, da imamo pač, da ona imata jiu-jitsu, sam je še premali, da bi treniral, pa itak je še nesmiselno, zdaj kot tako mali, tako da ja, pač, poslušala ga, kam je všeč in potem se to z njemu igrava. Ima ta šport predstavljama. Filip hodi zdaj, ga pelje na nogometno tekmo, na košarkarsko, on ful rad gleda te, in zdaj sta on navija za Olimpijo, za vse športe in zdaj v petek vem, da gre ta še hokej gledati Olimpijo. Tako. Da ga, ful ga usmerjamo v ta šport, ampak čisto, kakor on sam hoče. A veš, nič ga nočma sili, nič ga nismo nikamor še upisala, zato ko še je prehiter, ampak tako, da spoznava športe, letos smo nekaj na smučke dala, tako, počasi. No. Kaj se ti zdijo tak neke stvari, ki jih moš postaviti otroku o njemu? Recimo, mislim tu bolj z vidika tabu tem, pa teh stvari. Boš imela ti čisto odprto komunikacijo? Si že kar razmišljala o tem? Ja, mislim, jaz sem tako osnovno zelo odprt človek, tako da jaz mislim, da z otrokom bom pač komunicirala čisto, ko je. Ko se mi zdi, mislim, ne zdi se mi smiselno karkoli prekrivati ali pa karkoli pač, ne vem, olepševati oziroma, ne vem, ne povedati, ko je. No. Tako da jaz mislim, da z vidika tega hočeš imeti, že zdaj imam zelo odprto komunikacijo, vedno mu vse stvari povem, tako so, zaradi tega, ker se mi zdi brez veze, da mu neke stvari olepšujem, ampak mu povem, tako je in se mi zdi, da tudi otrok, pač, kakorkoli je mali, ful razumejo te stvari in so tudi pripravljeni, ja, veš, jaz ga ne bom strašila, če gremo mi na zdaj zdravniku, pa nič ne bo groznega, to ga sam prestrašiš, pač poveš, le gremo zdravniku, moramo to pa to zrihtati, da ti to pregleda. In otrok ve, da bo šel tja, je pripravljen, ko bi pač bi šla z neki mentaliteto, pa ga mirila, ga nekaj sploh mogoče ni strah, jaz ga pa že mirim, zato ker mene mogoče strah, zaradi, a veš, ko bo on mogel dati kri, pa ne vem kaj. Pač treba je ful z nekim razmislekom v neke stvari, ampak otrokom pač predstaviti stvari, kot so, ne jih strašiti, pa ne jim olepševati. Pač tako, to. Si tudi ti bila vzgojena na tak način? Tu se ne spomnim. Na kak način so komunicirali z mano. Jaz sam vem, da sem veliko časa preživela pač tak, ne sem staršem, z babicami, z dedijami, s teto in da posod sem bila prva in vsi so me imeli ful radi, vsi so me ful preveč razvajali. Ampak da bi se pa spomnila, na kak način so z mano komunicirali, to se pa ne. To se že večkrat razmišljala, mogoče bi se kaj bolj poglobila, vse je pa šla kakaj take, ne. Ampak imam same lepe spominje na otroštvo, no, tako. Imaš tak kakšen spomin, ko se ga je specifično spomniš? Ali za starši, ali z nekega izleta, kot njego reče otroštvo? Ne, v bistvu ne. Jaz sem ful slab spomin drugače dolgoročen. Andreja je tista, veš, ko se vedno spomne vse stvari, kaj je bilo v malinci, pa tam, ko sem bila, jaz se nikoli nič ne spomnim. Tako da bi imela nekaj specifičnega. Vem, kar so mi razlagali bolj babice, pa dedi, pa starši, kaj se je zgodilo, tu imam veliko enih stvari, ampak da bi se jaz pa konkretno spomnila, to se pa ne. Če zdaj, ko nam nekdo razlaga za nazaj in prosto ne veš, če je to dejansko tvoj spomin, ali je to samo neki spomin, ki ti ga je nekdo dal v glavo, ker jaz sem tak par spominov, ne vem. Zdaj se liš razlagala to dedijo, da imam neki spomin, koliko si star, ko imaš tisto obdobje ipike. 3-4 leta, recimo, po moje. In jaz se spomnim, ko sem ležala na tleh in sem tavkla nekaj z rokami ob tla in pol me je ata pomiril, sem se sedla na njega na krilo, pol si tako, veš, ko se jočeš, pa hlipaš in pol me je naredil ribe palčke. Ampak jaz mislim, da je to moj spomin. Ampak ne vem pa za sigurno, če mi to ni nekdo povedal. Ampak mislim pa, da je to moj spomin. Torej, bi rekla, da tudi so te vzgajali v tem duhu, da ti lahko uspe, da poskusi stvari ali bolj ne. Ne, jaz mislim, da to ne. Mislim, jaz vedela tudi, ko sem šla na samostojno pač pot, vem, da z vidika babice, pa to so vsi, ne, pustiti redne službe, ne, a veš, tisto, ne, da ti ne bi mislili, da ti ne more uspeti, ampak zato, kot jih je strah za tebe, ker si pač želijo, da bi imeli neko stabilnost, ne. Medtem, ko mama pa ati sta bila zelo tak neutralna, se mi zdi skozi, nikoli nista neki, pač te spodbujala neki, da nekaj narediš, nista te bili ne kontra, da te ne bi, ne. In tudi, ko smo jaz začela, počati je rekel, okej, a veš, nič, tak, v dobeno smer, mami sem takrat prosila za 7500 €, da smo lahko odprli DOO, si jih je sposodila od dedija, da mi jih je dala, pa tudi nič kaj spraševala. Jaz si že, potem rekla, mislim, zakaj si mi dala ti, zakaj mi nisi nič vprašala? A veš, mislim,
kar neko tako, da je zaupala, pa ni preveč se vtikala ne v eno, ne v drugo smer. Ne. Teda iz tega vidika sem imela vedno neko podporo, da lahko nekaj naredim, da se ne bo nič groznega zgodilo. Nikoli pa ni bila, da bi me pol, itak so pol mi vedno pomagali, karkoli, še zdaj sem klicala, Atja, da lahko priješ eno omaro sestaviti, ko smo malinci kupili, pač tako, vedno bodo pomagali, vedno, tudi na začetku so ful, ampak nikoli pa niti, da bi se karkoli vtikali, ali pa te spodbujali v pozitivno ali pa negativno stvar. Sem pač je bilo. In jaz sem vedno ful stvari sem eksperimentirala, probavala, delala v življenju, včasih se mi zdi, da se mi kar sminiti, ampak kola ostalo vedno, pač tako, zelo neutralno. Tako da, ja. Pa jaz ne, mogoče tisto nočem reči, ja, pojdi, pa da potem ne bo uspelo, pa prevzeti na sebe, ne nočeš pa tudi nekoga zatreti, ker lahko da uspe, ne. Kako si se ti počutila, kako se zdaj počutiš, ko si bila tako, pač uspelo mi je. Uspela sem zgraditi ene izmed zelo uspešnih podjetij v Sloveniji. Kakšni so bili takrat občutki? Ali pa recimo zdaj? Je bil to kakšna prelomna točka? Pa ne, itak je to až postopoma raslo, a veš, in to se pa, ni tako, da je bil danes bilo tak, jutri pa tak, ne. In je to proces, ki itak traja zdaj že 12 let, in pol težko rečem zdaj, a veš, a se je kje prelomilo, a zdaj se na kje drugačen način razmišljala, ampak je to, razmišljanje se je pač tekom let skozi malo spreminjalo. Pač zdaj vem, da sem naredila nekaj nekaj dobrega, jaz sem ponosna ful na to, starši so ful ponosni na to, in to je nekako to, no. Ni pa, se pravi, ni bilo pa tistih nekih, a veš, ful momentov, momentov, bila so tudi obdobja, ko sem rekla, to jaz ne vem, če bom še, a veš, delala, ker si pač tak down, ne več, ampak hvala Bogu tega ni bilo toliko veliko, no. Ampak se mi zdi, da zdaj pa vidim tudi mogoče tisti, ko so na začetku bili malo skeptični, sorodniki, ne starši, sorodniki, so zdaj pač tak po parih letih rekli, res ti je ratalo, vsaka ti čast, veš, da so dali pol neko potrditev, neko pohvalo, ko na začetku prvih par let so bili vsi tak, ne. Tako da, ja, to smo opazila, te potrditve iz strani sorodstva, ampak ja, tako. Si pa tudi se odločila za podcast, ne? In bi rekla, da zraven vsega, kar imaš, ti je to neka sprostitev ali ti je še mogoče tak dodaten stres? A snimanje podcastov? Mislim, podcast imamo že zdaj 5 let, tako za začetku korone smo jih začeli. Pač pri nas je tako, da mi temeljimo biznis na tem, da ustvarjamo vsebine. In skozi vsebine ti bolj prodajaš izdelke, skozi vsebine te ljudje spoznajo, skozi vsebine se vračajo k tebi. In pač podcast je samo eden izmed naših kanalov, ki jih delamo, zaradi tega, da stranke pač pridejo ponovno k nam, da nas poslušajo, da nas poznajo. Tako da to je pač ena od stvari, ki jih počnemo. Ne bi rekla, ne, da mi je v breme, ne, da mi je ful fajn, ampak je pač neka neutralna spet stvar. Jaz moram reči, za naše podcaste se ne rabim nič kaj dosti pripravljati, zato je, ko to naredijo namesto mene naše punce, ponavadi naša Dominika, ona naredi celo raziskavo, pripravi okvirne vprašanja, potem se to vse stvari preda. Tako da jaz pač pridem, posnajem stvari, se zmenim z gostjami, se sama zmenim, ampak pač je to samo ena stvar, ki pač je kanček v vseh stvarih, ki jih počnem. Mi pa to ful fajn se pogovarjati, no, da to mi ni problem, da iti snemati pa to, da bi mi bilo to v muko, ampak ja. Je to dejansko super, da daš stvari stran, torej da ne delaš ti vsega, ne, da ne delaš, tako si prej rekla, gume, ono tisto to. Ti je bilo težko, da si dala stvari iz rok? Si mogoče mislila, jaz sem sigurno to super naredila, še posebej, ko imaš ti podjetje, pa je to tvoje, ne, ko nisi ti samo zaposlen. Ja, to je ful velik izziv. Tudi večina podjetnikov ima ta izziv, zaradi tega, ker pač prideš do meje, ko ne moreš vsega sam. In potem si tak, a dam nekomu drugemu, pa najdeš mogoče neko drugo osebo, pa mu to predaš in potem si skozi mikromenedžiraš, pa skozi spremljaš, kaj dela, pa včasih misliš, da moraš kar jaz namesto njega. V glavnem, to je, mislim, da večina podjetnikov ima s tem izziv predati nekaj stvari, ampak jaz moram reči, da zdaj imela sem ta problem v preteklosti, zdaj ga sploh nimam, zdaj sem ful vesela, ker lahko dam karkoli v stran. Tako da bi pa na tem mestu rekla, da ko pač iščeš neko pomoč, da ti nekdo pomaga nekemu področju, da moraš biti to, da mu neko znanje predaš, da mu predaš informacije, na kak način želiš, da se neke stvari naredijo in potem, da mu proba zaupati in da vidiš, če pač je to tega zaupanja res vreden, in mu prepusti stvari, ker pri meni se je izkazalo, pač vsaj zdaj je tako, da večina stvari, ki sem jaz dala naprej, zdaj delajo ene druge osebe, ampak delajo to bistveno boljše, kot sem pa jaz prej. Pač
ker se one na tem področju izobražujejo, delajo na tem področju že nekaj časa in pač jaz vem, da sem včasih pisala mailinge, naprimer, da niti ne prijem do 50% tega, kar zdaj delata, naprimer Anja pa Dominika pri nas, ko pišeta maile, ker so toliko dobri v tem, ker so toliko let že delata, toliko let se izobražujeta na tem področju in veliko je takih področji, ko pač jaz brez veze, da se sploh tikam zraven, zato ko so ekipa moja toliko boljša že od mene in to je najboljši feeling, ko veš, da imaš ekipo, ko je boljša od tebe. Pač tako. Ja, moraš pa tudi dejansko si ti vzeti čas, da nekdo pridobi tvoje zaupanje, ne? Ja, ja, absolutno. Spustiš, pa tudi po mojem lahko še bolj negativno vpliva na tebe. Ne? In se mi zdi, še posebej podcasti so ena dobra stvar in pač jaz si recimo tudi ne znam predstavljati, da bi mogla vse sama delati iz tega vidika, ker pač svaka čast tistim, ki pač urejajo to, delajo to, kar je ogromno enih stvari, tako kot veš, čisto pač vsako področje, ne zakomplicirano za sebe in da bi se ti hotel naučiti vse, bi ti zmanjkalo časa za neke druge stvari. Ne? In kaj bi ti rekla, da se naučiš iz tega, da si dejansko host, da vodiš svoje podcaste? Kaj to tebi da kot osebi, ne samo kot malinci? Ja, meni vedno po snimanju podcastov sem vedno tek se mi zdi, da imam ful velike energije, ful se dobro počutim. Jaz se rada družim z ljudmi. In jaz moram reči, da sem družabna, ampak včasih se kar temu nekako malo izogibam, malo zaradi tega, ker nimam časa, malo pa tudi zaradi tega, ker Filip je čist kontra. Filip je pa zelo nedružabna oseba, zelo zaprta oseba in se bistveno manj mogoče družim zdaj z ljudmi, ko sem se v kakih prejšnjih zvezah. In vedno je, ko se pol z neko osebo pač pogovarjaš 1 uro in enih informacij, pa vedno imaš neke klike, to je ful dobro, ki jo vzame za sebe kako stvar. In jaz sem vedno pol ko je konc, sem vedno tak, a veš, malo shičena, veš tisto. Da meni ful veliko dajo ta snimanja. Je pa res, da predtem sem pa tako, zdaj imamo spet to, bomo to zrihta, upam, da bo da bom prišel še malo pod stresom, kako bo to se šlo. Ampak pa iz zaključka je vedno ful dobro, tudi pač odzivi strani poslušalcev in gledalcev in ogledi teh, ne vem, klipov, pa to so vedno ful dobri. To so ene boljših pač vsebin, ki jih pač mi objavljamo. Tako da, ja. Na začetku si vedno tak, malo vseeno so živčki, malo si tak, upam, da bo šlo upam, da bo oseba sodelovala. Za meni osebno se, pa vedno skoraj da se mi je ponavadi zgodilo, da ko sem še imala v prejšnjem studiu, sem rekla temu, s katerim sem snemala za eno pač gostjo, ja, to bomo imeli, to bo kar hitro, pač ne bo nič. Na koncu pač je šel zelo, mislim, so šli, večina jih šlo zelo dobro, ampak se mi zdi, da taki pogovori, od katerih najmanj pričakuješ, so pol na koncu res pač najboljši in pač sam spontani, ti pač pustiš gosta, da pač gre kamor hoče iti, ne? Ti se trenutno bolj osredotočaš na mamice, ne? Kako sem zasledila. Ja, tako. Mi imamo zdaj v bistvu, letos smo imeli podcaste z mamicami, podjetnice mamice, ta segment, ne? Naslednjo leto hočem biti malo bolj izobraževalna, vedno dam tisto, kar mene zanima. To pa mi je bolj pomembno, ker jaz rada pogovarjam z osebami, ker pač govorim o temi, ki me zanima. In letos mi je bila to ful dobra tema, že lani smo malo to potipali, letos smo šli čisto to, naslednje leto pa sem nekaj hoče biti bolj izobraževalne, neke take poglobljene teme, da o neki temi malo bolj poglobljeno govorim z nekim strokovnjakem na nekem področju. To je pa zdaj za naslednjo leto plan. Ne? Tako da, ja, vedno to malo spreminjamo, glede na pač moje interese, kaj mene zanima, oziroma tudi kaj hoče podjetje v naslednjem letu moč malo komunicirati, na katerih področjih delati. Tako. In dejansko je to ena ogromna prioriteta, ne? Ker se lahko tudi ti kot host dejansko brezplačno na 4 oči pogovarjaš z nekim profesionalcem, zraven tega mu ne daš dejansko denarnega plačila, ali pa daš, ne vem, imaš plačljive? Ne. No, po večini mislim, da ni tako, ne vem, če kdo plačuje goste. Po drugi strani pa tudi reklama, a ne, oziroma neka prepoznavnost, ki jo pač host da tismo, ko je gosta, ne. Tako da jaz mislim, da za marsikoga vem, da so bili podcasti, da so bili gosti nekih podcasti odskočna deska za grajanje biznisa, a ne. Tako da, ja. Ja, definitivno. In tudi ti kot host imaš nekaj ljudi, ki tebe spremljajo in vejo, da pač človeka, ki ga boš ti povabil, zdaj spet moram to malo razčleniti, ker spet, ko ti rasteš, povabiš ogromno ljudi. In sigurno bo tudi na mojem podcastu, kdaj nekdo, ki moji publiki ne bo ustrezal, pa mogoče, ne vem, tudi bom na koncu jaz ugotovila, da pa mi ta oseba ni ravno najbolj, da nismo ravno 100% na 90% na istih stvarih, ampak se spet nič ni slabega, ne? Vsi smo ljudje, vsak ima neko svojo zgodbo, ampak točno tako si rekla, ne? Marsikomu je dal podcast v skočno desko ali pa nek gost in nikoli ne veš, ne, lahko da
ne vem, bo zdaj prišel nekdo sem in bo on čez, ne vem, 2 leti ravno zaradi tega zaštartal biznis, ali pa da bo prišel nekdo sem, pa se v meni za to zaštartal biznis, ne, in se mi zdi, da moramo ceniti prav take pogovore, take interakcije, ki jih je pač ful premalo. Že nas pošlo to, da veš, mi tu zdaj sedimo 1 uro pa pol brez telefonov, brez tega, da ti zdaj čutiš potrebo, da pač moraš pogledati na telefon, pa včasih kar, ne vem, pogledaš na telefon, ne vem, kaj pričakuješ, da boš videl tam. Veš, da če je kaj nujnega, veš, da če je kaj nujnega, boš dobil klic in kak recimo odklopiš ta telefon, ne? Ker tu je pol kar tanka meja med tem, da zdaj ti pogledaš Instagram, pa si tak, da bom zdaj pogledal na Instagram malo, če je kaj novega, če mi je kdo pisal, ali pa tisto, ok, jaz pa kar nekaj brezveznega scrollam in pač iščem ideje, ki jih tak ne rabim na koncu koncev, ne? Jaz bi prvo tukaj povedala samo to, da podcasti, ko si razlagala, jaz se največ izobražujem skozi podcaste. Jaz veliko poslušam druge podcaste in se mi zdi, da ti pogovori in ta znanja, ko jih dobiš tukaj skozi, so pač čist nekaj drugega, ko pač greš na nekaj izobraževanja ali pa nekaj prebereš. Ne? Tako da meni so podcasti pač top kanal za izobraževanje. Jaz sem veliko v avto in to skozi poslušam res konstantno. Tako da ful dobra zadeva. In tudi ful me je presenetilo, koliko je v Sloveniji nekih oseb, nekih strokovnjakov na različnih področjih, od katerih se lahko res toliko veliko naučiš, da je to noro. No? Tako da ful fajn. Gremo k konkretnemu vprašanju. Kaj si mi še vprašala? Glede telefona. Glede telefona. Jaz sem si mogla sama malo postaviti tukaj moje, ampak tako fizično preprečiti stvari, zaradi tega, ker načeloma nikoli nisem veliko uporabljala druga kot Instagram. Instagram sem pa res veliko uporabljala. V preteklosti tudi tako po 2 urci na dan. In jaz sem se po enem momentu odločila, da ne bom več uporabljala socialnih omrežij, razen za pač kar je za službo, za malinco. Tako da jaz imam vse profile, mislim, vse kanale imam na telefonu, ampak ne uporabljam ne Facebooka, ne TikToka, ne Pinterest, razen Instagrama, pa še samo Instagram, samo za objavljanje storijev, podgovarjanje na sporočila, kar je pač za mene namenjeno, ker drugače imam tudi do Instagrama mojega osebnega dostop vsi ostali člani ekipe. Tako da sam to, pa tudi, ko sem gotovila, da na Instagramu, če si dam sama cilj, da bom sam to delala, me vedno zanese, pač, da gledam storije, pa to, sem si vse blokirala, da sem si pač, nisem unfollowala, zaradi tega, ker zaradi biznisa, pač jaz ne moram zdaj vseh unfollowati, ampak sem šla, pa sem si skrila storije pa objave. Teda dejansko, ko grem jaz na feed, praktično ne vidim nič. In to, če hočem gledati, nič ni. A ne? Torej ne vidiš storije od nobenih oseb? Ne. Tudi si prav za vsakega posebej? Ja, za vsakega posebej, ja. Enkrat sem si vzela en torej čas. Si res vzela dosti časa. Vzela sem si čas in en dan in sem to delala, ampak jaz sem se mogla fizično to preprečiti, ker če sem si sam rekla, da ne bom, me je ful zaneslo, prevečkrat. In potem sem takoj na 1 uri in sem rekla, moram si to nekako preprečiti in potem sem na tak način se tega lotila in to pomaga in to mi je pomagalo. In dejansko zdaj social media in nikoli ne rečem, kaj se dogaja. In tako zvem pa od naše ekipe, ki mi vedno povejo tista glavna dogajanja, pa če bom kje pogledati. Gossiping. Ja, tako. Da sem na tekočem dokaj, ampak ja, sama pa se s tem pač sem se distancirala od tega, ker je tumač je vseh informacij in vsega. Pustila sem si par takih, ko pač res imajo neko znanje, večinoma neke tuje, na področju pač mentalnega zdravja, športa, podjetništva, in 10 oseb imam in to je to. Kako vas je mentalno to, da nimaš dejansko svojega osebnega Instagrama, ki bi bil samo za tebe? Ali ti je cool? Meni je cool. Če bi imela 2, pa bi mogli 2 upravljati, veš kaj mislim, tako imam samo enega. Tako da ne, mene to sploh ne moti, niti tak nimam dobene take stvari, pač ki tak imajo, se mi zdi, da vseh mojih kanalov pač več ljudi dostopa, tudi da nimam neke zasebnosti nikjer, ampak tudi nič ne skrivam, da bi mogla imeti neko ful zasebnost. Pač vse, če nekdo vidi, da meni Filip piše na Instagramu, pa kakaj meme ponavadi vedno pošilja neke bedarije, pač ne bo šel odpreti tega. In to zaupam, da vem, pa tudi če bi ne bi nič takega videl, kar je bilo. Tako da, ja, tukaj sem zelo odprta glede tega in me nič ne moti, no.
manj dela imamo, če manj kanalov. Ja, to se strinjam. Pa manj možnosti ja. za distrakcije. Ja. Tako da, ja, telefon je pri meni, v glavnem, social media so mi najčas vzeli, da to sem dala stran, da ful malo uporabljam, tudi ne berem novic pa tega, da res ful malo stvari vem, kaj se dogaja včasih, ampak imam pa zaradi tega ful bolj manj stvari v glavi, pa bolj prosto za razmišljanje o drugih stvarih, ki so bolj pomembne na koncu. To si zares lepo povedala. No. Čekaj, si pa ti začela kot influencer ali ne? Ne. Ne? Mislim, Okay. Sem v okviru Malinca Nastja profila smo tudi druge stvari oglaševali, kdaj, mislim, promovirali, ampak da bi pač tako, da bi kot influencer, da bi bila plačana za to pa ne nikoli. Bilo kako medsebojno sodelovanje. Ne? Ja, neki kolab z nekom. Ja, tako, v tem smislu, ja. Ampak se tudi tega zdaj ful izogibamo. Ja, ker ste za vseeno ni to Nastja, ne? Ampak je to vseeno Malinca. Tako, ne? ja. In je pač celo podjetje v bistvu stoji na tvojem osebnem profilu. ja. Kako bi se je to zdelo, kdaj je Andreja, ne? Andrej, kaj sporno, je bilo kdaj tak, ok, imaš ti profil, pa moj profil ni tak izpostavljen? Ne, ona ve da ni tako izpostavljena. Jaz si težim, da mora tako objaviti, kako pa včasih celo pripravimo nekaj objav, da sem to objavil na svoj Instagram profil, pa imam Malinca Andreja profila, ne? Ampak ja, ne je cool, da se ne rabi izpostavljati, mi smo tudi tako zmenjene, tako da glede tega ni bilo nikoli dileme, samo da se ona ne rabi. No, evo, tako da res dansko pač super klapata skupaj in res je to redko. In kaj bi recimo njej sporočila, če bi lahko sporočila en stavek? Ja, da je najboljša prijateljica na svetu. Da si ne predstavljam, da ne bi imela, ker je res ena najbolj pomembnih oseb v mojem življenju. Upaš, da bo tudi sinček imel možnost tako prijateljstvo izkusiti? Ja. Zato si pa res želim, da ima vsak nekega takega prijatelja ali pa sorodnika, ko mu je tako blizu, pa ko to kaj ne stvari deli z njemu, to je kar, na to sem vesela, da imam to možnost v bistvu v življenju. No. Je to ful, pač dansko je to zelo veliko darilo. Ja, ful. Pa pač redkost, ne, ker imaš nekoga, s katerim lahko rasteš, ker ogromno ljudi pride v naše življenje, da nas nekaj nauči, pa pač potem gre z našega življenja, kar je težko, ampak je potrebno. In to, da nekdo ostane s tabo, raste s tabo, je pač res zelo, zelo nice. Hvala ti, ker si se danes udeležila, ker si prišla, ker si vzela čas. Kaj je to tvoj delovni urnik? Ja, absolutno. Evo, saj po eni strani veš biznis. Ja, do 3, imamo otroka. Ja. In me zanima, kaj je neko tvoje zaključno sporočilo, ki bi ga rada delila. Zaključna misel. Če se malo dotaknemo današnjega pogovora, bi rekla, da najbolj pomembna stvar, ki smo danes se pogovarjali, oziroma se je postavljanje prioritet. Da se vsak res postavi tiste prioritete v življenju, ki so mu pomembne, da se mogoče to celo napiše, ker je lažje, mislim, boljše, če imaš te stvari napisane in da izločiš stvari življenja, ki niso na tej prioritetni lestvici in da si na tak način prihraniš nek čas in energijo za tisto, kar ti je pa res pomembno. In kaj bi recimo ti rekla, da si ti izločila iz svojega življenja? Zmanjšala sem določene, da sem čisto izločila sem pač te neka opravila, taka, ki jih pa lahko drug naredi, pa jih outsourcam, to sem pač čisto izločila. Zmanjšala sem pa tudi neke druge stvari, pač koliko časa namenim sebi, športu, nekim prijateljom, pač te sem se malo zmanjšala, da sem dobila tukaj čas, koliko časa posvetim Malinci, da sem tukaj dobila čas za tistega rabim za Mateja, na primer. Hvala ti še enkrat, lepo bodi in uživaj današnje popoldne. Hvala.